Spoznala ga je preko Facebooka. On marinec, zdravnik na misiji v Iraku. Ona knjižničarka iz Medvod. Mesece sta vsak večer klepetala. Si zaupala življenjske zgodbe. Imel je bolanega otroka. Potreboval je denar za zdravljenje redke bolezni. Ona je nakazala. On je rabil več. Ona je spet nakazala. On je rabil še več. Ona je dajala, dokler je imela. On je prosil, dokler je dajala. Potem se ni javil več. Ali je Bošček umrl v bitki? Kaj je zadaj z Jožetom? Zadaj je človek, običajno moškega spola iz podsaharske Afrike. No, če smo natančni, gre za dobro organizirane mreže ljudi, ki odlično poznajo človeško psiho in so izvrstni manipulatorji. Najprej z ukradeno fotografijo čednega moškega ulovijo osamljene prijateljice. Z njimi se prek klepetalnika, nikoli po video zvezi, postopoma zbližajo, delajo skupne načrte, kako bo zdaj prišel v Slovenijo in se bosta poročila in živela srečno do konca svojih dni. Omenijo, da potrebujejo denar, ki ga mora žrtev nakazati prek Western Uniona ali prek TRR-ja s pomočjo tako imenovanih denarnih mul. No, brez skrbi, tudi nam moške prežijo. Običajno mlade Rusinje z nesrečo v ljubezni ter prav tako željne tistega happily ever after, ki pa zato neverjetno tudi rabijo denar. Še več o spletnih ljubezenskih prevarah na varninainternetu.si. Ta video šeri, lajkaj in v komentarjih označi prijatelja, prijateljico ali pa samo povej ozadje, česa te še zanima. Vidimo! En lep dober večer vsem in dobrodošli na naši okrogli mizi z naslovom Ljubezenske prevare na spletu. Zgodbe, ki ste jih videli v tem videu, so del našega delovnega vsakdanjika. Zato smo se tudi v Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost odločili, da pripravimo okroglo mizo, kjer lahko o težavah s področja ljubezenskih prevar spregovorimo na glas. Moji kolegi, strokovnjaki, ki rešujejo mrežne incidente uporabnikov interneta na Sicertu, se skoraj tedensko srečujejo s kakšno takšno prijavo na temo ljubezenskih prevar. Kaj pa v bistvu sploh lahko naredimo, če do tega pride? Žrtvam svetujemo, da blokirajo profile na vseh možnih kanalih, kjer jih kontaktirajo in naj preprosto skušajo na vse čim prej pozabiti. Kar pa seveda ni enostavno, je zelo težko. Hude finančne izgube žrtev in strto srce pušča velike posledice in žrtve se soočajo za res veliko stisko. Da bi odgovorili na kar največ vprašanj in predstavili dejansko situacijo, kako ljubezenske prevare potekajo, kakšne so njihove posledice in kako se z njimi soočamo, smo v našo sredino povabili priznane strokovnjake, gospoda Tadeja Hrena, doktorja Davida Modica in doktorico Veroniko Podgoršek, ki vam jih bom kasneje predstavila malce bolj podrobno. Dobrodošli. Okroglo mizo bom vodila Katarina Janič, sem koordinatorka programov ozaveščanja Varni na internetu. Varni na internetu je namreč nacionalni projekt osveščanja javnosti o informacijski varnosti, ki ga koordinira Nacionalni odzivni center Sicert. Projekt v celoti financira Direktorat za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo. Tako, še nekaj navodilc. Naša okrogla miza bo potekala v dveh delih. V prvem delu bodo gostje predstavili nekaj zanimivih iztočnic vezanih na tematiko ljubezenskih prevar na spletu. V drugem delu pa boste na svoj račun lahko prišli tudi vi in boste strokovnjakom zastavili kakšno vprašanje, če vas bo kaj zanimalo. Ob tej priliki lahko povem še, verjetno ste tudi videli obvestila na vhodu, da se dogodek fotografira in tudi v živo predvaja na našem Facebook kanalu Varni na internetu. Zato tudi tisti, ki nas spremljate preko Facebooka v živo, vabljeni, da v komentar zastavite kakšno vprašanje, bomo poskrbeli, da pride do naših gostov. Tako, pa začnimo. Zares. Odkot prevare izhajajo? Kaj o njih vemo na splošno, kako potekajo in kdo je za njih najbolj dovzeten, pa še marsikaj zanimivega, nam bo povedal dr. David Modic, gostujoči predavatelj na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani,
Pred leti je raziskoval spletne prevare za in računalniško varnost v spletnem laboratoriju Univerze v Cambridgeu, kjer je nadomeščal tudi direktorja CAMCERTA. V zadnjem času pa raziskuje psihologijo računalniške varnosti. Vodi tudi hekerska tekmovanja in svetuje podjetjem in organizacijam v različnih državah po svetu, v Braziliji, na Japonskem, Veliki Britaniji, Estoniji, Litvi in tudi Zvezi NATO. Tako, zelo smo veseli, da ste danes z vami. Izvolite. Živa. Saj me slišite, ne, če ne uporabljam mikrofona. Dobro. Ok, preden čisto začnemo. Priletim mol v pisarno enega zdravnika. Lahko mi daš? Ja, ok. No, priletim mol v pisarno enega zdravnika, ne. Zdravnik gleda, prav, no, kaj pa je problem, ne? Prav mol, ja, ne vem, gledajte, jaz se vse je črno zadnje čase, čist bedno mi je, ne. Sploh ne vidim nobenega smisla več, ne, v ničemer. Mislim, tako mi je, da bi kar umrl, ne. Pa prav zdravnik, ja, gleda, da ste depresivni, ne. Sam gledajte, jaz sem ortoped, ne. Mislim, ne vem, zakaj, vi očitno rabite psihiatra, ne. Zakaj ste pa prileteli v mojo pisarno, pa malo reče, ja, luč je bila prižgana. Tako, zdaj bomo zelo na hiter. Bom šel najprej čez neke osnove, zaradi tega, da bomo vedeli, o čem se pogovarjamo, ne. Najprej zgodovina izraza, izvor prevar, beseda fraud izhaja iz latinščine, fraudem pomeni poškodovati. Izraz scam, ki ga ponovadi večkrat uporabljamo, je prvič uporabil Steve McQueen, ki je delal v cirkusu, pa je njegov šef je dal intervju za Time Magazine, pa je razlagal, kako oni postrižajo ljudi, ki pridejo na obisk, skemajo, like shit. Imamo dokumentirane primere, vemo, da se te stvari niso začele dogajati včeraj, recimo imamo dokumentirane primere iz 16. stoletja, kjer so tako imenovanih Spanish prisoner letters, kar se prevar tiče. Pač zgodba je enaka, ne? Pač imamo nek aristokrat v Angliji dobi pismo, po navadni pošti seveda, ne? Kjer mu nekdo piše, živo, jaz sem tvoj nečak ali pa tvoj bratranc v 3. kolenu, Archibald, ne? Zdaj se spomniš, smo zadnji žurali pri Tiffany, ne? No, zdaj pa imam štalo, ne? Sem zaprt v Španiji, ne? Zdaj pa, če bi ti lahko poslal en voz zlata, ne, v Španijo za odkupnino, da ti bom jaz vse vrnil z obrestmi, ne. No, in potem pač aristokrat si mislili, ja, no, v končni fazi, vse mogoče imam pa res enega Archibalda, enega sorodnika, ja, no, nič, no, bom poslal to, vse mi bo itak vse vrnil, vse kri ni voda, ne, pa to, in pa pač pošlje ta voz zlata in pač nikoli ne pride, ne, do destinacije, zato, ker ga prestrežejo, ne. Tako da gre za čisto isto stvar, ne, 400 let staro, skozi se ponavlja, ne, nič novega ni to, ne. Kaj vemo o prevarah na splošno? Posamezniki niso tako, da bi bili sami žrtve ali pa ne žrtve, ne. Ponovadi je tako, če se z ljudmi pogovarjaš, pač rečejo, glej, ali pač nasede ali pa ne, ne. Zdaj, mi smo to kar nekaj časa raziskovali, empirični dokazi, mi mislimo, da gre za v bistvu za nekakve take stopnje, no. Ker smo jih imenovali verjemljivost, odgovor iz izguba. To vam razlagam zaradi tega, ko boste vedeli pol, ko bom govoril o različnih raziskavah, da boste vedeli, o čem govorimo, ne. Gre pa tako, ne. Dobiš neko pošto ali pa neko komunikacijo, najprej se ti mora zdeti verjetna. To bi pa res lahko delati, to bi pa lahko bila ta prava stvar. Ja, mogoče pa je pa to čisto okej, ne. Verjemljivost, ne. Najprej se ti mora zdeti verjetna stvar, ne. In potem se odločiš, naslednja stopnja, odgovoriš na to, ne. Zdaj, v tistem hipu še nisi izgubil nobene blaginje, ne. Nisi izgubil nekega denarja ali pa spanca ali pa kakorkoli, ne. Sam si pa naredil naslednji korak, ne, kjer si že aktivno udeležen, ne, v prevari, ne. Vse, kar si izgubil, je mogoče malo zasebnosti, ne. Zaradi tega, ker to, kar vemo mi o prevarantih, je to, da si oni delijo tako imenovane sakar liste med sabo, ne. Pač tako, ko nekdo odgovori, ne, pol to zakroš med vsemi ostalimi, tako da pol kar naenkrat začneš dobivati kar ogromne količine komunikacije, ne. In pol zadnja stopnja je pa to, da dejansko nekaj izgubiš, no. Neko blaginjo. Jaz se zelo trudim, da ne bi vedno omenil denarja, zato ker pač denar je lahko ena od stvari, ki jih izgubiš, lahko pa izgubiš tudi intelektualno lastnino, lahko izgubiš veselje do življenja, spanec, upanje, ne. Zdaj, kar se tiče prevar, ne,
noben zares ne ve, koliko stanejo. Ne. Problem je tudi v tem, da kako to definiraš. Ne. Zdaj, nekaj je pač direktna zguba ene žrtve, ne. Ampak tukaj je polkrat zraven drugih nekih stvari, ki so nacepljene. Ne. Eni ljudje pa gledajo še tako stališča tega, koliko zdaj stane, recimo, če gre to za neko zlorabo prek nekega podjetja, potem podjetje v bistvu ima problem z reputacijo, ki se je izkazalo, da so bili ljudje, ki so bili zaposleni tam prevarani. Potem morajo vložiti v šolanje ljudi, morajo vložiti v posodobitev opreme, itd., morajo neke reparacije delati. Recimo tudi, če je to banka, ne? Spet morajo pač nekako povrniti. Ne? Ene banke povrnejo, ene ne, pa tako naprej. Tako da zelo je težko reči, koliko je dejansko denarja. Ne? Tukaj je tudi poln takih stvari, ki so tako mogoče malo problematične. Jaz sem pred leti še, ko sem pisal doktorat, me en kolega, ki je znanstvenik, ki je raziskovalec na Microsoftu, mi je rekel, ti, kje si pa dobil te podatke tako, o incidenci? Ne? Kje si pa to našel? Ne? Da sem rekel, ja, tlele je ta UAGI, ne, Ultrascan Global Investigations, to je ena firma, veš, iz Nizozemske, ne, ko vsako leto dajo poročila, pa so tako zelo lepo, pač lepi grafiki, pa tako, ne, ful natančno izdelan, ne. Pa vam rekel, ja, a pa ti veš, kako oni pridobivajo te podatke, ne? Pa sem rekel, ja, ne vem, meni se zdijo tako, ne, tako dosti legit, ne. Pa je ta človek rekel, glej, to, kar smo mi na Microsoftu uspeli odkriti, to je en človek, ki živi pri svoji mami, no. Tako da nihče ne ve, kako on te podatke dobiva, ne. To je bolj kot neizmišljen, ne. Tako da tukaj je polno nekih takih dosti, jaz sem pa to seveda dodal doktorat, kjer je bilo pol to že oddane, tako da malo problematično, no. Tudi ljudem, kot sem jaz, se zgodi, da pač tako nekako malo nasedamo na kakšne take stvari, ne. Tako da tukaj je neka taka siva cona, noben točno ne ve. Koliko to stane, vemo pa, da je veliko, no. Dobra definicija prevar, spletnih prevar na splošno, bi bila, da so to v bistvu nelegitimne marketinške poteze. Kaj hočem s tem povedati? To je tako kot reklama. Tako kot v nekem reklamnem odnosu, marketinškem odnosu, nekdo vam nekaj prodaja, vi se pa odločite, če boste to kupili ali pa ne. In gre čisto za isti postopek, razen na koncu, ne, je pač bodisi pri legitimnih reklamah je pač to nek legitimen produkt na koncu, ki ga dobiš ali pa ne, ne glede na to, koliko si zadovoljen z njim, ne, pri prevarah pač je pa končni produkt nelegitimen ali pa ga sploh ni. Ne. Tako da to se nam je zdela dobra definicija, pa tudi pomaga pri tem, kad delaš neke raziskave, zato ker lahko črpaš zelo veliko iz marketinške psihologije. Ne. Ker če delajo v marketingu, prijemi delajo tudi pri prevarah. Ne. Ja, pa bolj modrijanska definicija, ampak ista stvar. No. Zdaj, kaj vemo o prevarah strtih src? Ne? Če sem zdaj najprej malo nasplošno nabijal, kar vemo pa o prevarah strtih src, moja kolegica Monika Whitty se je veliko s tem ukvarjala, ona je zelo zanimiva gospa, no? V bistvu je delala prav preiskave na področju strtih src in tudi večkrat šla v Nigerijo, kjer ponavadi se izhajajo iz Nigerije, ne vedno, ampak zelo velikrat, in je tudi šla pričati v procese in tako naprej, tako da je pač dosti pogumno. No? In ona je potem v bistvu o tem govorila, te stvari, ki jih povzemam tukaj na tej prosojnici, so v bistvu njene. No. Ona pravi, da so se prvič masovno pojavile leta 2007, kjer so bila še večkrat, so bila to navadna pisma, ljudje penpali, so se ljudje dopisvali. Večina žrtev pove, da so osamljene, ne, da pač iščejo nek pristen človeški stik. Kar je tudi seveda povezan s tem, ker sem jaz razmišljal o spletnih prevarah, to se mi je zdel tisti glavni, bistveni problem. Ne. Če pač razmišljamo, kako družba funkcionira, ne, če imamo družbeno pogodbo, po preproščeno povedano družbena pogodba prav, glej, pač tako, ne boš posiljeval pa pobijal zaradi tega, da boš imel toplo vodo. No. Pač tako, nekako zmenjeni smo, da pač, ker živimo v skupnosti, se pač prilagajamo. Ne. In zdaj, ni nerazumno pričakovati to, da pač v okviru družbene pogodbe, da imaš tudi nek pristen stik z drugimi ljudmi. Ne. Pač, sej živiš v čredi, ne? V končni fazi bi bilo logično, da imaš neke pristne stike, neke prijateljske odnose, kakorkoli, ne? In zdaj, marsikdo si verjetno misli, glej, meni tudi pripada neko intimna veza, ne? Da bom z nekom delil svoje življenje, ne? Torej, to je nekaj, kar meni pripada po družbeni pogodbi, ne? In potem pač grejo na neke te portale, pač najdejo ali pa ne, kakorkoli, in eni pač nasedajo, ene prevarajo, ne? In meni se zdi, to se mi zdi tisto bistveni problem, ne? Zaradi tega, ker ne gre samo za denar, gre tudi za to, da si pol en določen procent ljudi reče, ja, mogoče pa to ni zame, ne?
Mogoče si pa jaz ne zaslužil, da bi imel en pristen odnos, ne. Mogoče sem pa previsok ciljev, ne. Bom pa sam, ne. To je tisto, kar se meni zdi problematično, no. In tukaj ta mehanizem tega, da si že vnaprej osamljen, ne, in pol iščeš hlastaš, ne, sigurno vpliva na to, da ljudje nasedemo, ne, ali pa nasedejo. Zdaj, prevare po preiskavah se ponavadi začnejo na spletnih straneh, kot ste tudi prej videli, pa se pa zelo hitro prestavijo na neke bolj zasebne kanale, na spletno pošto, kakorkoli, na e-mail, na instant messaging, pa tako naprej, ne. Tako da pač gre hitro iz neke domene javnega, ne. Rezultati analize pokažejo, da neke osebnostne lastnosti ne vplivajo bistveno, to Monika Witte je to pač odkrila, ni bilo nekih takih kaj zelo posebenega, ne. Vse, kar so našli, je bilo, da je bila med finančno izgubo pa emocionalnim učinkom je bila visoka korelacija, to je bilo zelo povezano, ne. Več, ko so ljudje izgubili, bolj so bili žalostni, no. Preprosto povedano, ne. Pa to, kar v preiskavi, ki so oni delali, se je izkazalo, da ženske ponavadi izgubijo več denarja kot moški, moški pa večkrat nasedajo. Tako da, pa nevrotični moški so bili ponavadi bolj rezervani po prevari, no. To se, ja, nič čudenega, ne. Je pa pol na to, kako pač ljudje se poberejo, je pa zelo močno povezan s tem, kakšen človek si, ne. Eni ljudje pač pogotnejo, pa grejo naprej, eni pa ne, kar je tudi spet čisto logično. Zdaj, moške in ženske v povprečju približno enako pogosto nasedajo, ženske pa izgubijo več denarja, no. Zdaj, mi smo pa tudi delali neke raziskave, ne. To je en del ene večje raziskave, s katero smo se ukvarjali, kjer smo vprašali ljudi, BBC je bil dosti prijazen, da so ponudili to, da sem lahko oglaševal neko spletno anketo, tako da sem dobil kar precej ljudi, nekako v 3 dneh mi je 11.000 ljudi odgovorili na ta vprašalnik, kjer sem spraševal o raznih tipih spletnih prevar, no. Eden od teh delov je bil pa pač tudi prevare strpnih src, no. Zdaj, tisto, kar se je tam izkazalo, je tako, kar se tiče dovzetnosti, torej koliko ljudje nekako nasedajo, ne. 58% mojega vzorca se jim je zdelo pač, ko so naleteli na neko spletno prevaro, se jim je zdela verjetna. Zdaj se mi je, to bi pa lahko bil res moj življenjski partner, ne. To bi lahko bila prava stvar, ne. To je kar veliko, ne, v bistvu 610, ne. Ampak potem 2% je v resnici samo odgovorila na tako glas, ne. In samo 1% pa pol je dejansko izgubil neko blaginjo, ne. Tako da, to ni nič neobičajnega, kar se tiče spletnih prevar. Vemo, da se veliko govori o njih, ne. Vemo, da so ljudje običajno dosti prestrašeni, so pa to tako imenovani low probability events, torej ne dogaja se prav pogosto. Pol, ko gledaš, v bistvu, ko gledaš incidence, pa ko gledaš viktimizacijske študije, je tako, da vpliv na žrtev je dosti velik, zelo so razrvani, ampak ni pa to zelo veliko ljudi v vzorcu populacije, ne, ponavadi. Tisto, kar se mi, ko smo delali raziskave, se je izkazalo, da odnos do reklam vpliva, torej bolj, ko imaš pozitiven odnos do marketinga, do reklam, več možnosti je, da nasedeš. Želja po smiselnosti, pomeni tako, ljudje imamo to potrebo potem, da bi nekako smislili stvari, ki se dogajajo okrog nas, ne. In ne glede na to, koliko so delne ali pa koliko so nenatančno opisane stvari, ki nam jih nekdo predstavlja, mi se sam vedno bolj trudimo, da bi jih nekako smislili. Ja, se to je logično, ne, to je samo takole se pa takole se poveže, ja, to vse šteka, to vse super, ne. Takšni smo ljudje, ne. In tisti ljudje, ki imajo večjo potrebo potem, da bi osmislili stvari, je več možnosti, da bojo nasedali, ne. Zato, ker tudi stvari, ki se zdijo na prvi pogled čist bizarne, ne, pač tako, če imaš potrebo potem, da bi jih osmislil, pol ti to ponavadi rata, no. Tako, predvidevanje, ne, sposobnost premeditacije, spet logično, ne, če malo pomislite, to pri vseh prevarah velja, ne, zdaj pač tako, če bi šel do nekoga, pa bi mu rekel, glej, če ti nekdo pošlje nek elektronsko pošto, ne, kjer je pač ti umrl nek bogat stric, ne, pa ti je zapustil 10 milijard funtov ali pa dolarjev, ne, pa v bistvu vse, kar moraš ti narediti, je plačati mogoče par kolekov, pa tako pa odpreti en bančni račun v Nigeriji, ne, pa pol na koncu ne boš nič dobil, ne. Če bi ljudje pač bili sposobni do te točke razmisliti, ne, kaj se dogaja, pol verjetno ne bi nakazali za tiste koleke pa odpirali bančnih računov, ne.
pomeni premeditacija. Ne? Če si sposoben razmišljati, če jaz odgovorim na to elektronsko pošto, je zelo veliko možnosti, da se bo zgodilo to, pa to, pol ponavadi ne odgovoriš. Ne? Torej, ljudje, ki nimajo sposobnosti tega predvidevanja ali pa iz različnih razlogov je ta sposobnost okrnjena, v tistem trenutku imajo več možnosti, da bojo nasedali na prevare startih src. Socialni vpliv poznamo dva tipa, to pomeni vpliv skupine, naših prijateljev, ljudi, ki so nam blizu. Ne? Poznamo dva tipa, tako imenovani normativni pa informativni. Če vam dam primer, ne, da si boste lažje predstavljali, recimo, da rabite računalnik, ne? Pa greste do enega prijatelja pa rečete, a mi lahko poveš, no, kva ne kupam, ne? A ne kupam Maca, a ne kupam PC-a, kaj zdaj boljš, ne? In zdaj, normativni vpliv, ne, je, da človek reče, glej, jaz sem ekspert, jaz to noro obvladam, jaz se na te stvari se res poznam, ne? Kup si Maca ali pa PC-a, se vsem, ne? Zaradi tega, ker jaz nekaj vem o tem, zdaj ti bom razložil, zakaj se ti to splača, ne? In to je normativni socialni vpliv. Še zmeraj je vaš prijatelj, še zmeraj je pač to del skupine, ampak pač tako, on je informiran o tem. In to je informativni vpliv socialni, ne, ki da informacijo. Normativni socialni vpliv je pa, glej, kupil boš Maca zato, ker ga imamo vsi. Pač tako, deli tisto, kar dela cela skupina. Tako da normativni vpliv deluje tudi pri spletnih prevarah, ne, oziroma pri prevarah startih src. Ne. Pač, glej, prijav se na ta portal, ne, pa pol, kad ti nekdo piše, pa je neka nora slamming babe, če si zdaj tip, ne, iz Rusije, ne, a lahko nehaš razmišljati, pa se končno pač daš dol s to žensko, pa nehaš nam jamrati, no. Glej, mi te imamo vsi poln kufr. To je normativni vpliv socialni. No. Želja po konsistentnosti, ne, ljudje imamo željo po tem, da bi se stvari dogajale tako, kot se vedno dogajajo, ne, tako da bi bile konsistentne, ne. Glej, tako je bilo kot vedno, ne. Glej, če greš v Mercator, ne, kupaš kruh, pa ga pa plačaš, ne. Glej, isto je tudi na spletnih portalih, ne. Tam nekoga spoznaš, izmenjaš si 2 maila, pa gresta na kavo, pa gresta Netflix and chill. Tako to dela, glej, nekaj razmišljati o tem. To ni nič kompliciran. To je konsistentno, vedno je tako. Sam ne razmišljati preveč, ne, o tem, ne. Isto, ljudje, ki pač si želijo sam, da bi stvari bile take, ki vedno pač mogoče spregledajo kakšne znake, da so stvari problematične, ne. Odnos do tveganja, etični, torej tako, ljudje, ki so bolj naizi okrog etike, tudi v svojem lastnem življenju, pol pač mogoče manj zaznajo, če kdo drug pač ni najbolj etičen človek, ne. Pač tako, glej, saj smo vsi isti, ne. Tako. To so stvari, za katere vemo, da vplivajo, ne. Kakšen je potek, ne? Kot je bilo že prej omenjen, najprej neka predpriprava, izdelava profila, ponovadi so ukradene fotografije, Nigerijci velikrat to delajo, da uporabljajo fotografije kakšnih znanih TV osebnosti iz Nigerije, ne? Pač nisem se, kaj pa mi vemo, ne? Kdo je pač nek enkor na televiziji, ne? Moški in ženski profili se razlikujejo, ne? Zato, ker moški so pač bolj tako, so bolj taki, kao samozadostne, ženske so pa ponovadi bolj take boge, ne. Pač ja tako, jaz si sam želim ljubezen, pa da bi nekdo poskrbel za mene, ne. Moški so pa bolj tako, kao ja, jaz bom vse zrihtal, ne, ni panike, jaz sem ful nor, premožen, ne, sploh ni panike, če hočeš, si lahko moja konkubina, ne. V tem smislu, ne. Pa vedno gre za inkorporacijo resničnih dogodkov, ne. Ponovadi pride tako, da recimo neka ženska, ki ni v resnici ženska nujno, ne, na profilu pač piše tako, glej, zdaj se je glihkar zgodil nek potres, kjerkoli že nekje v Afriki, ne, evo, tlele so linki na zgodbo, ne, in pač ta potres se je res zgodil, ne, in bolj ti gledaš, in tam so res neki URL-ji in res so povezave na neke te zgodbe in s tem oni vzpostavljajo neko realno, ne, pač tako, glej, in jaz sem bil žrtev tega potresa, ne, moj partner 10 let so bila skupaj, ne, pa 2 dojenčka sva imela, ne, dvojčka, ne, pa vsi so umrli v tej nesreči, tako da jaz zdaj res rabim pomoč, ne, ampak vidiš, ta nesreča se je res zgodila, ne, tako, ne. Pol je mid-game, ne, mid-game je vzpostavljanje zaupanja, ženske pravijo, jaz sem šibka, ne, moški pravijo, jaz ni panike, jaz se lahko zrihtam, rabiš kakršnokoli pomoč, jaz lahko pridem, lahko ti tudi kakšno drva nasekam, če je treba, ne, ni panike, ne. Premik pol na zasebne kanale, dnevne izmenjave, vedno več se dopisujejo, dosti globok odnos je ponovadi, poročajo o tem žrtve, ne, da se jim je zdelo tako, to je to, ne, to je bilo zelo globoko, zelo intenzivno, ne, tudi govorijo o tem, pač oni tudi dosti dobro znajo, pač prevaranti, znajo pač te dobro grumati, tako imenovano, pač
To je tudi stvar, recimo, tako, da so učili, ko smo se šolali o psihoterapiji, so nas učili o tem, kako vzpostavljaš odnose, ne. Pač tako pa tam nam je recimo naš mentor, psihoterapevtski, nam je rekel, glej, pač itak ni nobenega problema, s komarkoli lahko živiš, ne, kogarkoli lahko zapneš, v bistvu moraš sam razmišljati o tem, kakšen je njihov vrednostni sistem, pa je pa tvoj kar naenkrat isti, ne. Pač tako, vse to je hiter, ne. Kao, ja, a imaš rajš gore, a imaš rajš morje, ne. Ja, jaz imam pa rajš morje. Ti, jaz tudi. A veš, zadnjič sem bil na Bahamih, veš, koliko je bilo super, ne. To je res meni tako, da, a veš, da čutiš to toploto na koži, mislim, to je nekaj neverjetnega, ne. A ne, pa tako naprej, ne. Pač to je hiter je, ne, če pač razmišljaš o tem, da moraš sam pač iste stvari verjeti, kot un človek, pa iz njega zvlečeš, kaj so tiste stvari, ki jih verjame, pa se pa z vsem strinjaš, ne. Un človek pa reče, pa ta je idealen, mislim, noro, ne, čist se štekava, vsem sva enaka, ne. Tako da pač gre za grooming in podoben, kot pri spolni zlorabi, ne, pri spolni zlorabi otrok. Potek naprej, kakšne so končnice? Najprej, kot je bilo že omenjeno v videu, ne, mogoče kakšne želje po darilih, zato da izkaže se, koliko je veza trdna, pa tako naprej, ne. Zelo velikrat je kakšna travma, ne. Ja, moj brat, ne, ki je trd delavec, on skrbi za celo družino, zdaj pa kar naenkrat mu je nogo utrgal, ne, in a freak cow accident, ne. Zdaj pa pač ne more več preživljati. Jaz ne vem, kako bomo, vse jaz nič ne rabim od tebe, a veš, sam res ne vem, kako, to je res težko, ne, mi bomo po mojem umrli od lakote, ne, pa pač ljudi rečejo, no, tle imaš pač malo denarja, valjda ti bom pomagal, ne, se midva sva soulmate, midva se vsem strinjava, mislim, valjda ti bom dal malo denarja za to, ne, tako da, to se ponavadi zgodi. Pa si pa različne stvari prislužijo, ne, eni si pokrijejo sam potne stroške iz Afrike, pa vizo, ne. Mislim, poznamo primere, recimo konkretne, tudi en primer, ki ni bil čisto točno to, ampak je bil zelo podoben, ne. Imeli smo v Cambridgeu smo imeli enega doktorskega študenta iz Nigerije, ne, ki je pač tako, ki je šel skozi vse intervjuje, ful je bil faca, fantastičen, ne, zrihtali so mu vizo, zrihtali so mu avionske karte in potem je pač tako, ko so ga prišli čakati na letališče, pač ga ni bilo, ne. Pač tako, ne, tip si je pa zrihtal, pač vizo za par let, mislim, tako, v Anglijo je prišel, pač ni panike, sicer je seveda pač to, mogoče, če ti je uspel prelest do Cambridgea, ne, pa delati tam doktorat, bi se ti mogoče splačalo ustrajati, ne, ampak dobro, ne, mislim, tudi to se zgodi, ne. Velikrat je tako, da pač ljudje pridejo tako s tablami, ne, pa je tam neko ime gor, pa pač čakajo tam na letališču, ne, pa polem benga ni, ne. Mislim, oziroma je prevarant že pač mirno odkorakal mimo njih, ne, in je zdaj v državi, ne. Tako da, eni sam to, eni poskušajo, eni hočejo sam prevzeti socialno mrežo, ne, pač v tem smislu, da se dejansko pojavijo, pridejo, se pač umestijo, pa počasi prevzemajo prijatelje, počasi se zapletejo z drugimi ljudmi, imajo pač vedno bolj, in pa pač velikrat potem tudi pač ta žrtev dejansko izpade iz neke socialne mreže, ga počasi stisnejo, ne. Tako da to je recimo ena varianta. Finančni nadzor, ne. Sploh v Angliji je to velikrat, kjer so popularni pač te joint checking accounts pa tako naprej, tako da imaš skupen denar, ne. Eni ljudje pol tudi podpišejo ta tako imenovan power of attorney, kjer pooblastilo odvetniško, ne. Poznamo primere, kjer so ljudje, se je človek zbudil, recimo nek moški, to je bilo v Ameriki sicer, kjer se je zbudil, ker so bili pač tako zvok ključev v vratih, ne, in on pride v pižami, v šlapah, ne, dol kao pred svoje vrata in tam neki ljudje pač tako moving van, ne, pač full robe, ne, družinica, majhni otroci, ne, on kao, kaj pa vi, ja to je zdaj naša hiša, ne. Ja. Mislim, pa mu je pač ta prevarantka mu jo je prodala izpod njega, ne. Imela je pač pooblastilo, ne, pač bila je skupna lastnina, ona jo je prodala pa zginila, ne. In so se mu ljudje vselili, ne. Tako da, to so tudi recimo variante. Žrtve poročajo o spolnih zlorabah, recimo tudi tako, pač si jih malo podajajo, ne, recimo, sploh če pač pride neka ženska, no, pa tudi moški, no, pač tako, večkrat si jih pol podajajo med sabo, pač si uredijo življenje, no. Zdaj pa, in pol pač verjetno tisto, kar nas zanima, ne, je tisto, kar se pač vsak sprašuje, kako bi zdaj mi prepoznali, ne, to, a je to zdaj prevara ali ni, ne. Tukaj, ko vidite, v zgornjem kotu sem jaz naredil fake profile, ne, sem se zelo zabavil, ker tam pač tako izpolniš neke vprašalnike, mislim tako neke, in pa pač dobiš nek tak fake profil, v bistvu je trajalo 5 minut, da sem ga naredil, ne. Tako, to je super, no, če boste imeli, če imate polcajci, pogledajte, kaj. The first thing people usually notice about me is my cold personality closely followed by my smashing collarbones, pa tako naprej, ne. Tako da ja, v bistvu,
mi si verjetno zanima nas, kako prepoznati lažne profile, ne? Ampak resnično vprašanje pri tem je, ja, kaj pa je to lažni profil, ne? A kdo slučajno ne laže, da se prijavi na te dating appe, ne? Saj noben človek ne govori resnice, ne? Recimo na splošno velja, Hancock je o tem pisal, da ljudje, on je gledal tako na splošno, koliko ljudje lažemo, tako imenovane bele laži, ki nikomor zares ne škodijo, ne? Pa recimo se je izkazalo, da 14% vse elektronske pošte so bele laži, ne? To so v tem smislu, ja, poročilo je že napisano, zdaj le sam še par stvari popravim, pa ti bom poslal, ne? Tako, ne? Ali pa telefonska komunikacija, 37%, ja, sem že na poti, ja, tako ni panike, veš, tako takoj bom, ne? A ja, ti prodajaš avto, ja, bom povedal vsem svojim frendom, ja, zdaj jim že pošiljam, ne? Tako naprej, ne? 27% direktnih pogovorov, ne, sploh se nisi zredila, ne, sploh ni panike, ne? Mislim, ljudje skozi lažemo, okay, ne? Pač nobene razlike ni v tem, tudi v dating profilih pač lažemo, ne? In Steven Levitt, ki je napisal Freakonomics, je pač tudi točno to gledal, ne? In tam se je pol izkazalo, da je gledal v Ameriki spletne profile. Ni sicer vedel, kakšni so ti ljudje zares, ne? Ampak je pač iz nekih sklepov, vse boste razumeli, ko vam bom razložil. Recimo, odkril je, da 4% moških prav, da 4% moških prav, da zaslužijo več kot $200,000 na leto, ne? V resnici v Ameriki zasluži 1% moških več kot toliko, ne? Moški in ženske so približno 3 cm višji od nacionalnega povprečja, ne? Ženske poročajo, da so 9 kg lažje od nacionalnega povprečja, ne? 70% žensk prav, da so nadpovprečno lepe. 67% moških prav, da so nadpovprečno lepi, ne? 28% žensk prav, da so naravne blondinke, ne? V resnici v ZDA manj kot 10% naravnih blondink, ne? Tako da vsi lažemo, ne? In v bistvu ne gre za to, ker mi hočemo zdaj prepoznavati lažne profile, ne? Ne gre za to, da bi prepoznavali lažne profile, zato ker so itak vsi lažni, okay? Pač tisto, kar mi hočemo, ne, zvedeti, ne, mi hočemo prepoznati tiste profile, ki lažejo na načine, ki nam bojo škodili. Okay? Ne pa pač to, a je lažno ali ne, ker so itak vsi. Okay? Torej, mi ne bomo postali noben od nas, niti jaz, niti pač strokovnjaki. Ne? Ideja ni to, da postaneš ekspert v forenziki, ne? Pa da znaš zdaj open source intelligence gatherer, pa da znaš pač Google Fu, pa Shodan, pa ne vem kaj, ne, ful različne metode, zato da odkriješ, če se je en zlogal v tem, da je 3 cm višji ali ne. To je totalno nepomemben. V bistvu tisto, kar rab človek, ne, je to, da se odločaš vnaprej, kjerih stvari ne boš naredil, ne glede na to, kakšni so razlogi za to. Da se razumemo. Potem, ko človek reče pač tako, ja, mojemu bratu je krava na nogo padla, ti rečeš, gled, jaz ti še zmeram ne bom poslal denarja. Pač ne glede na to, kakšni so razlogi za to, ne. To se vnaprej odločite, ne. To je mogoče edina taka varianta, kjer je varnost. Ne pa prepoznavanje, ti zdaj nekdo laže ali ne, ne. To je sam vodi v paranojo. Zdaj pa tako, seznanjanje javnosti, ne. Zdaj, to, kar mi vemo, je, ne, da v praksi preventivne akcije ne delujejo. Okay? Pač prevencija ne deluje. Zakaj ne dela? Ne dela zato, ker večinoma spreobračamo sam spreobrnjene. Okay? Pač tako, ljudje, ki berejo te stvari, ljudje, ki se ukvarjajo s temi akcijami, so tisti ljudje, ki so že nasedali. Okay? Zato, ker zdaj to njih zanima. Vsi ostali na tem svetu, ne, si mislijo, ja, to se dogaja, ampak to ni v mojem svetu, ne, to se mene toliko ne tiče. Kaj bi se zdaj s tem ful noro ukvarjal? Mislim, dokler se ti ne zgodi. In potem večina akcij te uči, kako to prepoznavati, ampak govori ljudem, ki jih to ne zanima. Okay? Tako da to je ena stvar. Druga stvar, ne, je izven referenčnega okvirja žrtev. Mislim, ljudi, ki še niso žrtve. Pač meni se to ne more zgoditi. Jaz razumem, da se to dogaja ljudem, ampak ne meni. Okay? Dokler se ti res ne zgodi. In šele pol, ko se ti res zgodi, te to zanima. Prej pa, mislim, kakšna prevencija? Saj to se meni ne dogaja, zakaj to mene ne zanima, ne? O čem govorim, ne? Da ne bo tako izgledalo, kot da sam nekaj nabijam, ne? Recimo ta BBC-jeva raziskava, ki smo jo delali, ne? V vseh prejšnjih raziskavah, ne, je incidenca tega, da ti izgubiš blaginjo, ne, nekje med 0,1% pa 2% v 3 letih, ne, od populacije, ki smo jo merili. Zelo, zelo malo, tam nekje do 2 človeka na 100, ok? Pa ful mini. Tukaj, ne, na BBC-ju, ne,
incidenca 35%. Ne? Zakaj? Ne? In meni je bilo tudi kako je to možno, mislim, to je noro, ne? Toliko veliko, kar naenkrat, pač same žrtve. Ne? Je valjda zaradi tega, ker so najprej prebrali članek o spletnih prevarah, ne? Ker je pač tam nek David Modic nabijal nekaj o spletnih prevarah, potem je bilo pa na koncu pač je bil pa link na raziskavo. Ne? Ja, kdo pa bere članke o spletnih prevarah? Je ljudje, ki so nasedali. Pač ljudje, ki, pa seveda tudi drugi, ne? Ampak v večjem procentu berejo tisti ljudje, ki imajo pač tako imenovan horse in the game. Ne? Zdaj, preventiva preko primera ne deluje. To vsi vemo, to je pač tako zgodba tega, kjer se voziš po cesti, ne? Pa vidiš, da so policaji nekoga na radaru jeli, ne? Tamle ob cesti. Ne? A rečeš pač tako, ja shit, ne? To pa res moram malo upočasniti, ali si rečeš, glej ga idiota, ki so ga dobili, ne? Jaz pa vem, da zdaj le vsaj 3 kilometre, ne bom benga drugega policaja, ne? Mislim, ok, pogaso, ne? Pač tako mi funkcioniramo. Pač tako to, da nekdo drug nasrka, ne? Zaradi nečesa, ne? Nam ne pove, da moramo zdaj mi paziti. Mi si sami mislimo, glej ga bebca. Okay? Pač apokrifni primer, relativno zelo znan v Londonu, zadnjo javno obešanje žeparja. Ne? V tistem trenutku, ko so obesili človeka, ki je žeparil, so pokradali največ denarnic v zgodovini na tistem trgu, ne? Med tem, ko so ga obešali. Ne? Tako da toliko o prevenciji s primerom. Ne? Zdaj, tisto, kar pa lahko delamo, je pa, da lahko gledamo prevare skozi prizmo teorije iger, ne? Kot igro nične vsote, zero sum game. Ne? Pač ideja je tako, da pač jaz sem o tem malcem, ker sem razmišljal, kako nekako preprečiti prevare. Ne? In pa sem se odločil, da si bom to nekako zastavil tako budistično, sem rekel. Ne? Budisti rečejo, rešitev že obstaja, zdaj se moram sam še spomniti. Ne? In pa sem rekel, torej bom jaz tudi privzel, ne? Da obstaja način, ne? Da se da prevare preprečiti. Ne? Sam spomniti se ga moram, ne? Mislim, ker ta rešitev že obstaja. Ne? In bolj, ko sem razmišljal, mi je postalo jasno, ne? Da v bistvu se lahko vsak človek v tej sobi se lahko zaščiti 100%. Nobenega problema ni. Vse, kar moraš narediti, je, da vržeš vse elektronske naprave stran, da posluješ samo še sam še blagovna menjava, ne? Pa z ljudmi, ki jih osebno poznaš, ne? Nobenega bančništva, ne? Nobenih komunikacij, ne? Samo še pač tako na nivoju communityja. Nihče ne bi nasedel v takem primeru, ampak ljudje rečemo, ja, to pa ne, mislim, čakaj malo, zdaj si nekaj izmišljuješ, ne? Ja ne, fora je o tem, da če to verjameš, mislim, če to prevzameš, pol dojameš, da v bistvu mi nasedamo zaradi tega, ker je to stvar udobja. Tako, večkrat tvegaš, ne, bolj ti je udobno. In pol, če gledaš tako skozi prizmo teorije iger, tudi jaz sem pol tako razmišljal v tem smislu, ne, glejte, jaz veliko kupujem pa prodajam prek eBaya, ne. Vsakič, ko nekaj kupam prek eBaya, zaslužim približno 10 do 20%, zaradi tega, ker nimajo toliko overheada ti prodajalci, ne. To pomeni, da za vsako transakcijo imam jaz nek plus, ne. Zdaj pa na vsakih toliko transakcij me pa kdo okrog prinese, ne. Pa nekaj izgubim. Ampak dokler, ne, sem jaz izgubil manj, kot sem profitiral od vseh prejšnjih transakcij, ne, sem še vedno v plusu. Tako da moje udobje, ne, me je sicer nekaj stal, ne, ampak sem se odločil za njega, ne. Gre pač za to, večam tveganje, pa večam udobje. Zmanjšam tveganje, pa si zmanjšam udobje. Pač lahko samo tako gledamo, ne, na prevare. Ne. To bi bila recimo ena varianta. Ne. Zdaj, kampanje, ne, velikokrat očujejo sekundarno viktimizacijo. Ne. To, tudi, a veste tako, ne, bod pameten, ne nasedi. Ne. A to pomeni, da vsi, ki so nasedli, so pa neumni. Ne. Zdaj pa tako, kako se jaz počutam, ne, kot človek, ki vidim tako kampanjo, ne, jaz sem pa zdaj že nasedel, ne, ker se prej slej itak večini ljudi zgodi, ne, in zdaj mi pač tako neka kampanja mi razlaga, kakšen bebec sem, zato, ko se mi je to zgodilo. Valjda to ni nekaj, kar hočeš sporočati, če hočeš imeti neko uspešno kampanjo. No? To, hvala. Najlepša hvala, David, za to zanimivo predavanje. Verjetno smo vsi v določenem življenjskem trenutku dojemljive za prevare takšne ali drugačne, če ne ravno za ljubezenske. Se pa verjetno lahko strinjamo tudi, da spletnim nepridipravom nikoli ne bo zmanjkalo domišljije. Kako pa je z ljubezenskimi prevarami v Sloveniji? Kaj dejansko se dogaja?
pa nam bo v tem drugem delu razkril Tadej Hren. Tadej Hren je strokovnjak na področju mrežne in informacijske varnosti, z več kot 15 let delovnih izkušenj, zaposlen je pri nas v Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost. Večkrat je že sodeloval s policijo v različnih kriminalističnih preiskavah, leta 2012 pa je prejel tudi priznanje FBI pri preiskavi botneta. Torej, poglejmo, kako je v Sloveniji. Tadej. Hvala lepa. Jaz sem tako dal malo provokativno naslov predavanju. Namreč, kaj ima Nacionalni center za kibernetsko varnost veze z ljubezenskimi prevarami? Odgovor je tako dosti enostaven. Mi smo 2011 začeli z kampanjo ozaveščanja varni na internetu, s katerim naslavljamo praktično vse odrasle uporabnike spleta in jih opozarjamo ne samo o virusih in o vdorih, ampak tudi na splošno vseh vrstah goljufij na spletu. In ljubezenske prevare so ena izmed spletnih goljufij. Mi smo s tem projektom začeli 2011, takrat smo mi že brali o teh ljubezenskih prevarah, ampak to se je dogajalo nekje zunaj, nekje v tujini, pri nas tega ni bilo. Zadeva se je spremenila leta 2013, takrat smo dobili prvo prijavo, ki smo jo postavili v kategorijo ljubezenskih prevar. No in takrat smo pač vsak let je bilo teh prijav tako zelo malo, par na leto, 2, 3. Do 2017, ko je bilo teh prevar 15 in lansko leto je bilo teh prevar 40, smo jih obravnavali. Sprav, zelo velika in strma rast. Ali so to vse prevare? Še zdavnaj ne. Tukaj gre za tako zelo občutljivo temo, o kateri se žrtve zelo nerade govorijo. Ne samo nam, ampak tudi svojim sorodnikom. Tako da večinoma teh prevar gotovo ostane ne samo med štirimi stenami, ampak samo med žrtvijo pa med monitorjem. Zakaj so te prevare še toliko izpostavljamo? Ker načeloma jih je tako dosti malo v primerjavi z drugimi spletnimi goljufijami, ki jih obravnavamo. Problem so oškodovanja, ker tukaj so zelo velika oškodovanja. V tistih primerih, ko nam recimo žrtve sporočijo, koliko so nakazale, se ti zneski praviloma so zmeraj večji od 10.000 evrov. 10.000, 20.000, 60.000. Ena gospa nam je zaupala, da je nakazala več kot 100.000 evrov. Danes smo imeli na Novi KBN novinarsko konferenco, kjer so povedali, da so v zadnjih 3 mesecih zabeležili za 200.000 evrov transakcij, ki so jih povezali z ljubezensko prevaro. FBI je recimo za 2016 dal statistiko, da so 230 milijonov dolarjev, nekaj takega. Taki zneski so bili zabeleženi pri ljubezenskih prevarah. Se verjetno večina od vas vpraša, pa kaj je tem ljudem, da pošiljajo take velike denarje nekomu, ki ga niso še nikoli srečali. Preden kogarkoli obtožujemo, bomo tako na konkretnih primerih bom probal pokazati, pravzaprav, kaj se pri teh prevarah dogaja. To dela? A daš naprej. Tole je en tak tipičen primer prijave goljufije ljubezenske prevare, ki jo dobimo pri nas na sicer. Ni to čist copy-paste katerekoli prevare, ampak je nek tak reprezentativen primer sporočila, ki nam ga žrtev pošlje na sicer. Bom kar prebral. Konec meseca aprila sem na Facebooku dobila prošnjo za prijateljstvo od Damjana Hudstona. Šlo naj bi za zdravnika ameriške vojne mornarice, ki dela pod OZN na misiji v Siriji. Poslal mi je tudi svoj življenjepis in fotografije. Je oče samohranilec iz Dallasa, ima 10-letno hčerko, med nama se je spletla zelo močna čustvena vez. Po 3 mesecih pogovorov mi je predlagal, da bi rad prišel k meni v Slovenijo in me prosil za denar za letalsko karto. Nato je njegova hči močno zbolela in potrebovala je denar za operacijo. Seveda sem poslala. Vedno, ko sem nakazala zahtevani znesek, je od mene zahteval, da moram plačati še več. Do sedaj sem plačala 26.000 evrov. Kdo so osebe,
ki dobivajo ta denar. Tole je gospod Thomas Lindegard Madsen, je Danec, je drugač kapitan ladje, dela za podjetje Maersk in to je njegov ta prav profil. To je legitimen profil. Ne. Ta gospod je očitno zelo simpatičen, ženskam srednjih let, ker se na spletu najde tudi mnogo drugih profilov, ki izgledajo identično kot tale gospod Madsen, ne, sem da imajo drugačna imena. Ne. Tole recimo gospod Thomas Koman iz San Diega, tole gospod Thomas Atkins iz Palm Beacha, Thomas Raymond iz Kentuckyja, John Raymond iz New Orleansa, Paolo Gabriel iz Danske, Larry Rolands iz Manchestra, Perry Thompson iz New Yorka, Otis Malcolm Moore iz Kopenhagna in Johnson Williams iz Dallasa. To so profili na družabnih omrežjih, ki iščejo ponovadi gospe v srednjih letih, s katerimi bi se radi pogovarjali. Ne. Ponovadi jih dobijo na Facebooku, tudi na LinkedInu, na Instagramu, tudi včasih na kakšnih online dating straneh in potem komunicirajo z njimi. Ne. Včasih par mesecev, ne, in govorijo o svojih problemih, svoje težave, kakšne strahove imajo, kaj je z njihovimi otroki. Tudi vse poslušajo, kaj ima ta gospa za povedati. Ne. Ni da ni, se pogovarjajo dolge večere. Ne. Dokler ne, oni vidijo, da se med njimi pa žrtvijo vzpostavlja čustvena vez. Po domače povedano, da se je žrtev močno zaljubila. In takrat pa začnejo prositi za denar. Se nekaj primerov smo že videli, ne, za letalska karta ali denar za operacijo. Ne. Zelo velikrat ne, je tukaj v zgodbo se pojavil nek kovček z nekim bogatstvom, ki tam, v katerem je vse premoženje od tega vojaka, ne, in ki bi ga rad poslal tej gospe, ne, in seveda je tam treba plačati najprej za letalsko karto, ne, pol tisti kovček je malo prevelik za letalo, je treba tam podkupiti še enega uradnika, da bo tisti kovček res dal na letalo, pol tisto letalo pride na Dunaj, ne, in je treba pol plačati še za transportno podjetje, ne, ki glej, ne, tisti kovček potem narobe pripelje v Bratislavo, ne, in je treba spet plačati za neko drugo podjetje in zgodba se nadaljuje in nadaljuje. Ne. In dokler vidijo, da so žrtve pripravljene plačati, ne, toliko časa bodo prosili in moledovali. Ne. Ko bodo videli, da nimajo več česa plačati, ne, jo bodo odvrgli kot gumb iz hlač. Ne. In to je samo eden od primerov lažnih, ki jih imajo, jih pa ogromno na zalogi. Ne. Ni da ni. Ne. Čisto okno. A daš naprej. Nekaj ne dela. Gospod Madsen je čisto, kot zanimivost, je sicer gej in je srečno poročen in vsake toliko na svojem Twitter profilu objavlja in opozarja na to, da se njegove slike uporabljajo v online dating oziroma v online skemih. No. Čisto. No. Tudi moški, ne, nismo imuni, ne, tudi za nas imajo profile izdelane, ne. Tole je recimo Aleksandra Kozlova, lahko je to Sukan Darja, ni da ni, ne, imena, katero vam je všeč, si lahko izmislijo. Ne. Gre za pač mlado svetolaso Rusinjo, doma ima probleme, ne, in ona ne razumejo jo, ne, in ona bi si zelo rada prišla živeti v Slovenijo, ne, in se poročila, ne, in bila vzorna žena tistemu, ko bi jo rad imel. Ne. Zdaj, teh prijav, no, zaenkrat dobivamo zelo malo. Ne. Če smo tam bilo 40, ne, to mislim, da je 200 bilo lansko leto. Ne. Zdaj, zakaj toliko manj, ne, to nismo šli nekaj gledati, ne. Ne vem, mogoče pač tudi, ali teh prevar dejansko manj, ali se moški nočejo, oziroma še težje to prijavljajo, ne, kot ženske, ne. Ampak mogoče tudi zato, no, ko moški niti ne padamo toliko na neka dolgotrajna romantična razmerja, ne, ki se morajo kuhati par mesecev, ne, ampak smo tako dovzetni za kakšne take malo bolj hitre akcije, ne, daš naprej, ne. No, to je pa, to tudi goljufi vejo, ne, in tudi za nas so pripravili eno tako
en tak scenarij, ne, kako od nas dobiti denar. Ne. Tako da temu se pa reče sextortion. No. Zadeva se začne tako, da vas na Facebooku doda en profil ene take lepotice, no, ponavadi je blond, 25 do 25 let stara, to je sicer neko slovensko ime, drugače to iz kakšne Francije, Italije, in ona je našla naš profil in se ji zdimo zelo simpatični, ne, in bi rada malo klepetala z nami, ne, in potem, ko mi klepetamo, nam pravi, da koliko si ti fajn, ne, pa koliko si ti, ne, si ti zelo všečna in potem zelo hitro prešalta na Skype, ne, ker bi vas rada videla preko videokonference, ne, in tam vam še enkrat pove, ja, da ste prek kamere še veliko boljši, ne, kot na fotografiji, ne, in vam predlaga, ne, da bi vedela nekaj malo bolj tako žgečkljivega naredila, ne, in vam predlaga online seks, ne, in seveda se slečejo celo, ne, in se začne pač otipavati, ne, in takrat, ne, marsikateremu moškemu pustijo vse zavore, ne. Jaz sem že parkrat govoril s kom, ko je rekel, da v tistem trenutku je bil kot v enem transu, ne? Da v tistem trenutku bi on naredil vse, kar bi mu rekla. Ne? In seveda marsikdo se sleče, ne? Ampak ne, zadaj ni tale gospa, ko je tukaj vidite, ne? Ampak, oziroma gospodična, ne? Ampak je to so njen video posnetek, ne? S katerim upravljajo kriminalci. Ne? In ko imajo potem vaš posnetek, zelo hitro ploščo zamenjajo in rečejo, ja, zdaj pa mi imamo ta posnetek in če ne boš plačal v 24 urah, ga bomo poslali in tvoji ženi in tvojim otrokom in tvojim sodelavcem in tvojemu šefu in tvojim prijateljem. Ne. Kako ve, kdo so vaša žena pa otroci, ne, zato ker imate to ponavadi na Facebooku napisano. Ne. In marsikdo plača, ne, ampak ne mislite, da se jih s tem znebite, ne, ko vidijo, da je nekdo pripravljen plačati, samo še v bistvu zahtevajo več in stopnjujejo grožnje. Kam gre ta denar? Da mi nismo organ pregona, ne? Mi ne moramo zdaj to preganjati, mi ne iščemo kriminalcev, ampak vsake toliko nam pa žrtve pošljajo neke podatke, na podlagi katerih lahko izluščimo neke drobce, no, kam v bistvu te sledi vodijo. Ne? In pravzaprav skoraj v vseh primerih, no, izstopata dve državi. Ena je Slonokoščena obala, recimo za sextortion, za ljubezenske prevare pa Nigerija. Ne, in kdo so ti kriminalci, ko so tam zadaj, ne? To niso neki osamljeni posamezniki, ne, ki imajo preveč časa, pa bi radi nekaj dodatno zaslužili, ne, ampak to so dobro organizirane kriminalne združbe. Kako to vemo? Ena gospa nam je enkrat povedala, ne, da ko je govorila, mislim, ko si je dopisovala dopoldne z enim, je imela občutek, da popoldne čisto z enim drugim govori, oziroma da si dopisuje, zvečer pa s čisto enim tretjim. Ne, ker so si pač izmenjevali, ne, vsak je recimo v službo, ne, prišel v različnih izmenah, ne, in je tako v bistvu ona pravzaprav videla, ne, da je tam nekaj narobe. Ne. Kakšna je verjetnost, da bo kdorkoli prišel do tega denarja nazaj, ne, zelo majhna. Ne. Ena taka tudi dostikrat nam žrtve, ne, ko se obrnejo na policijo, ne, nam pol rečejo, da so tam rekli, saj se ne da nič narediti, ne, mislim, saj ste si sami krivi, ne, in to je, dostikrat je, to slišimo, ne, pa kako ste lahko toliko neumni, ne, da ste to naredili, ne. Mogoče to ni glih pravo vprašanje, ne. Vsi smo dojemljivi za goljufije, ne. Eni so pač mogoče malo za kakšne druge, eni pa za kakšne tretje, ne. Nekako pravijo, ne, da noben ni imun na čisto vse goljufije, ne, da za vsakega obstaja ena goljufija, na katero te lahko dobijo, ne. In če se čisto tako konkretno pogledamo, ne, da poskušamo razumeti, kako se pravzaprav ženske toliko zaljubijo, ne, en tak čisto konkreten primer prek Messengerja, ne, sta si dopisovala, ne, in je gospa dobivala takale sporočila. Pa tukaj zdaj ignorirajte, da gre za zelo slab Google Translate, ne, probajte vsebino, ne, razumeti, ne, pa bom kar prebral, ne. Nihče ne prinese toliko sreče v moje življenje kot ti, v vašem podjetju, no. Najdem ljubezen, ki jo še nisem poznal, ne. Ne morem si predstavljati, kaj bi bilo moje življenje brez tebe. Preostanek življenja želim preživeti s tabo. Dobil si mi veliko ljubezni in spodbude, da mislim, da ne bom mogel vrniti vse tebi.
Svetlost si razsvetlila in prinesla veselje v moje srce. Ko sem z vami, se počutim in živim. Resnično sem blagoslovljen, ko vas imam kot del mojega življenja in ne morem čakati na dan, ko začneva novo življenje. Ko rečem ljubim te, mislim na vsako besedo. In takale sporočila je dnevno dobivala, več na dan. Tako da mi, ko dobivamo te prijave, tudi ne rečemo, ne zavijamo z očmi, ampak probamo res razumeti pravzaprav, zakaj se to dogaja, pa pomagati žrtvi, oziroma narediti vse, da sploh do tega ne bi prišlo. Ampak prav te goljufije so toliko specifične, da vidimo, da tudi kakšni taki razumski argumenti dostikrat ne pridejo v poštev. Enkrat vem, da smo imeli en primer, je ena gospa spraševala, da če lahko preverimo neke profile. Se je tudi zapletla, tudi ne vem, koliko denarja že poslala. In smo jo vse povedali, obrazložili, kje so tisti maili prišli, da je vse to lažno. In se je na koncu zahvalila, ja, hvala. In mi smo zadevo zaključili. Po pol leta smo od nje dobili novo sporočilo, a lahko še tale mail pogledate. Vi ste mi sicer pred pol leta nazaj rekli, da je to vse fake, pa da naj končam, ampak jaz nisem mogla. In včasih imamo tako občutek, da je žrtvam veliko bolj problematično to, da bi jih, ne tisti denar, tisti mogoče že tako postransko, ampak to, da jih bo zapustil. Če ne bo pošiljala denarja, da jih bo zapustil, da ne bo več komuniciral z njo. Zato so pripravljeni se sposojati denar, najemati kredite, v enem primeru je gospa celo prodala neko nepremičnino. Pa tukaj ta prevare so tudi tako dosti specifične glede žrtev, glede definicije žrtev. Ker dostikrat niso glavne žrtve tiste gospe, ki so vpete v prevaro, ampak njeni prijatelji, njeni sorodniki, otroci, znanci. V tistih 40 primerih je približno polovico takih, ki so se na nas obrnili otroci ali pa kakšni prijatelji, ki so videli, kaj se dogaja z njihovo mamo, z njihovo prijateljico in enostavno niso mogli prepričati. In bolj, ko so oni kazali tiste naše posnetke, pa naše članke, ja, sej on bo drug teden prišel in pol ga bom jaz te pripeljala, pa boš videla, da je res. Tako da ja, v enem primeru so tudi mamo sicer uspeli prepričati, da je nas poklicala. Jaz sem ji vse obrazložil, kako in kaj. Ampak na koncu je rekla, ja, sej jaz vem, da je tukaj vse nekaj tako čuden, ampak jaz se toliko dobro počutim, kot še nikoli v življenju. Gospa je osamljena, mož je umrl pred parimi leti, otroci odrasli so šli samo v velikem stanovanju, kar naenkrat je bila zaljubljena v enega krasnega ameriškega vojaka, dopisovala se je z polkovnikom, ameriškim polkovnikom tam v Siriji, z OZN je sklenila neko pogodbo za delo od doma, en paket jo je čakal na pošti, kjer je polhan enega bogatstva noter, in vsak dan je njen ljubi pošiljal takele zadeve. In se pol vprašam, pa kdo sem jaz, da bom jaz ne govoril, da ne sme tega delati. Tako da bi mogoče s tem vprašanjem končal. Nisem tukaj še izvedel odgovora na to vprašanje, zelo rad bi ga, ampak ne vem, če ga bom dal. Hvala. Hvala, Tadej. Ja, svet spleta je žal tak, da smo na njem sami odgovorni za to, kaj klikamo, komu potrjujemo prošnje za prijateljstvo, katere podatke puščamo na spletnih straneh in nažalost tudi ne obstaja neka čarobna aplikacija oziroma spletna varnostna služba, ki bi nas pred vsakim klikom opozorila, kaj je za nas dobro in kaj ni. Pa vendar, ko se zgodi prevara, je hudo. Če so zaradi prevare prizadeta čustva in so ljudje še hudo finančno oškodovani, se hitro znajdejo v hudi življenjski stiski. Kako pristopiti k žrtvi, ki se spopada s tisočimi vprašanji, zakaj ravno jaz? Kako povedati družini, svojim prijateljem, komu zaupati, kako pomagati? O vseh teh vprašanjih nam bo v zadnjem sklopu
tega prvega dela okrogle mize spregovorila doktorica Veronika Podgoršek, doktorica znanosti z področja družinske in zakonske terapije in specializantka iz objekta relacijske teorije in prakse na Mednarodnem psihoterapevtskem inštitutu v Washingtonu. Leta 2006 pa je ustanovila tudi svoj psihoterapevtski inštitut, v katerem tudi sama deluje kot psihoterapevtka. Za seboj ima na tisoče in tisoče ur dela s posamezniki in pari. Med drugimi je tudi članica Združenja zakonskih in družinskih terapeutov, pisateljica, kolumnistka, predavateljica, sicer pa, kot sama pravi, žena in mama 4 otrok. Večkrat jo vidimo na televiziji in drugih medijih, zato verjamem, da jo vsi tudi že poznate. Izvolite. Ja, en lep dober večer še v mojem imenu. Kako sem si želela vse, kar sta vidva že prej povedala in tako, jaz bi tukaj še nekaj dodala ali pa povezala, ne, ampak koliko v bistvu zelo dobro rečeno, ne, ženske pa moški, še vedno smo vsi malo različni, ne, in koliko dobro je bilo v bistvu že tedaj, ne, kaj je pisalo to sporočilo, ne, kaj govori ženski, ne, koliko si ti lepa, koliko si fajn, ne, jaz te pogrešam. Mislim, to, kar ponavadi v bistvu moški ne govorijo ravno toliko, ne, ženske pa to ravno potem toliko močno hrepenimo. Zakaj? Ne? Ker ženske v osnovi seveda smo povezovalke in to je čisto v bistvu res tudi gensko in hormonalno pogojeno v nas. Ne? Po drugi strani, ne, pa seveda, kako bi to sporočilo izgledalo za moškega, ne, moški pa kaj? Moški v bistvu spet čisto hormonalno, v osnovi gledano, ne, biološko, rabijo to, testosteron jim to počne, v bistvu ta občutek moči, ne, rabimo tekmovalnost, ne, zato je tudi, ne, dobim, malo sem zaslužil, žensko to ne zanima, žensko zanima, koliko sem lepa, ker sem dobila neke čustva. Ne, moški se pravi spet ta občutek, tekmovalnosti, zmagovalnosti, pomembnosti, ne, ti si tako dober, ne, to je pa tisto občutek v bistvu, na kar bo pa moški padel. In dejansko te spletne prevare, ki se dogajajo, te ljudje v zadnji dejansko poznajo na nek način psihologijo v bistvu moškega in ženske, ne, in seveda potem pa tudi tako, kot je bilo rečeno, ne, te prioritete, način življenja, vrednote, ne, ki seveda malo pogleda na kakšen profil ali ne nazadnje hiter preko komunikacije, ne, z žrtvijo, ne, ki se pogovarja z vejo, ker žrtve same povedo, ne, tako je bilo rečeno, hribi, jaz pa rajš grem na morje. Saj sem vedel, morje, ne, jaz tudi, a veš, v bistvu, ne. In seveda potem to gre tako dalje, ravno zaradi tega, zakaj se v bistvu sploh zapletamo tako zelo močno v te neke čustvene prevare, ne. Ljudje smo zelo močno odnosna bitja, ne. In mi vsi v osnovi hrepenimo po odnosu, ne. Zato v bistvu rečemo tudi, da mati narava je naredila, naša biologija to, ne, da osamljenost boli. Ne. Največja, veste kaj je največja kazen za človeka, ga je dati v samico, izolirati od drugih ljudi, od občutka ljubljenosti, od občutka varnosti, od občutka pripadnosti, ne, od občutka, da je ljubljen in človek mora ljubiti. Ker tudi, če ne ljubi, ne, je opustošen. In to je nekaj, se pravi, kar je res čist v naši biologiji. In ne, bolj, ko je v bistvu oseba osamljena in pa si lahko ne nazadnje tudi v odnosu, kaj šele, ne, tudi če si čisto sam, ne, seveda si v bistvu tisti, ki si najbolj v osnovi ranljiv. Nekdo ti da točen tisto, po čemer v osnovi hrepeniš. Ne. Korak po koraku pa pridemo do tega, da je, če preskočimo vse tisto, kar sta tudi vidva rekla, da se ne ponavljam, ne, do prevare. In kaj je v bistvu prevara? Prevara, vsi mi jo najbolj začutimo, če rečemo, to je nezvestoba. In kako se počutiš v bistvu v nezvestobi, v prevari? Zvržen, nedovolj dober, zamenjan. Po drugi strani, ne, pa pridejo tisti občutki jeze. Jeze v smislu na samega sebe in na drugega. In ne moreš verjeti v bistvu, da se ti to dogaja. Kako? Zakaj? Zakaj
kaj meni, nekaj, kar sva si obljubljala, jaz sem ti verjel. Zato veliko krat v bistvu, ko že drugi recimo opazijo, tako kot smo rekli, ne vem, otroci, prijatelji ali kakorkoli, ne, in ne skušajo posvariti, ne, v zadnji je problem tudi ta, ne. Jaz prvič doživljam nekaj tako zelo močnega in dejstvo je, ne, da v bistvu občutek zaljubljenosti, ne, ki preko se pravi neke kamere ali čist tipkanja, naši možgani v bistvu v nas producirajo osebo in želje, to, kar si v osnovi mi želimo. A veste, tudi odgovore si mi podajamo naši možgani, tako, kar si jih mi želimo obrniti. A veste, če vi ne vidite tudi nekega glasovnega, ne, in seveda tudi obraza, potem, če lahko rečemo, lahko nek stavek v bistvu zveni zelo drugače. Nekdo napiše, to pa ni tako, ne, in zdaj lahko si nekdo prevede, ne, to pa ni tako, ne, to pa ni tako. Ne, se pravi tudi tukaj in nekdo, ki si želi biti, ne, ljubljen in imeti občutke ljubljenosti, bo vse naredil za to, da jih dobi in jih vzdržuje in je koktajl v naših možganih podoben dobesedno kokainu, kokainske odvisnosti. Ja? In ko ti zdaj nekdo reče, lej poslušaj, ampak kaj pa je s tabo narobe, a ti ne vidiš? V bistvu se čutiš ponižanega. Ja? Po eni strani rečeš, ok, mislim, ti mi itak ne prvoščeš, ne? Končno se pravi, sem našla nekoga, ki ve, kaj hočem, ki me posluša, ki se pogovarja z mano, ki mi nameni čas, ki je tam, ko ga potrebujem. Kje ste pa vi vsi? Vi ste samo zavistni, ljubosumni, ne? In enostavno ne veste, kaj jaz potrebujem. In vi mi že ne boste govorili. In to je prvo, to nek občutek zanikanja. Ko pa pride dejansko do tega, ja, šok, zdaj se pa zavedam, da sem bil prevaran, je spet občutek sramu. Pride sram. Ali govorili so mi, in kako naj jaz zdaj stopim pred vse te ljudi in si rečem, jaz sem bila prevarana. In jaz sem si to dovolila. In vem, da ste mi vi vsi to recimo govorili. Ali sploh recimo tudi, da noben ni vedel, ampak da sem se jaz spuščala v nekaj takega, kot so se pravi ljubezen preko spleta. Kaj si bodo le mislili? Ker seveda so podkrepljeni vedno v bistvu te stavki kot, mislim, moraš biti pa res naumen, da nasedeš nečemu takemu, a ne? In v bistvu ta občutek sramu se samo še poglobi. Ampak, zdaj, da mi sploh dobimo, recimo, ljudi največkrat, recimo, da se obrnejo potem na neke take ali institucije, ali da pridejo do terapevta, ampak to je že potem neka druga stopnja, je res, da si priznajo to. Dokler si tega ne priznajo, ne, veliko jih rešuje situacijo sami tako, da se pravi, dajo samo pod mizo, lahko traumirajo, moški veliko krat, ne, tako kot smo prej govorili, po nekih recimo teh ljubezenskih stvareh ali pa propadlih odnosih, ne, jih veliko ali pa so bolj dovzetni recimo tudi za samomor, ženske padejo v depresije. Ne. In seveda večna želja pa je, ne, da bi te občutke v bistvu ljubljenosti ponovno dobili in ker se ne hodijo ven ali ker nikjer drugje ni, se pravi, je splet ponovno v bistvu najlažja pa najkrajša varianta. Ne. Ampak zdaj, kako sploh prideti nekako, ne vem, do svoje prijateljice, do mame ali pa kakorkoli, do človeka, ki misliš, se pravi, ali že veš, da se mu je to zgodilo ali se mu dogaja. Ne. Najhuje je, ko v bistvu, ali pa najbolj ne deluje čisto po človeški psihi, ne, da smo mi pametni. Ne. Se pravi, da že začnemo podajati rešitve. Ne. Rešitev je tisto, se pravi, ko mi spet sporočaš, ok, jaz sem debil. Ne. Da mi pridemo do človeka, ki mu hočemo pomagati, rabimo, da nam on začne govoriti njegovo zgodbo. Kar pomeni, daj ti meni povej, pa kdo je on? Se pravi, mi ne gremo zdaj z občutkom, pa kdo je zdaj ta tip, ne, dej, ne, se pravi kot nekaj negativnega, ampak skušamo pripeljati tega človeka, da bo počasi preko stopenj prišel do uvida sam.
Ne? Se pravi, začnemo ga spraševati, ok, daj ti meni z zanimanjem, ne? Kje sta se videla spoznala, kako sta pa sploh prišla v stik, se pravi, zvedavost, odkot pa je on, daj mi malo povej, kaj ti pa kaj napiše, a lahko jaz to vidim, ne? Kaj pa je tebi tukaj noter tako pomembnega, ne? Se pravi, a čutite, se pravi, pripeljemo, ne, v bistvu osebo do tega, da začne sama analizirati situacijo. Ko jo bo analizirala sama, ima dejansko občutek, ne, da ima ona tisto kontrolo o odločanju. Vedno, ne, moramo mi na nek način podajati navodila za uporabo takrat, ko smo za njih zaprošeni. Ne? Se pravi, ko oseba reče ti, ampak poj spet tako, ne, ena bo še vedno, ne vem, popolnoma zablojena, ne, tam v osnovi še nimaš kaj, ampak si še vedno v procesu. Daj pa ti mogoče malo pogledaj, kaj pa če bi to lahko bil kakšen prevrat, a veš, da sem jaz pa slišala, da to obstaja, a ti to že slišala? Ne? Se pravi, spet damo te osebi možnost razmišljanja, ne? In en cvrček, ne? O tem, se pravi, a bi pa to mogoče bilo možno tudi pri meni. Ponovno, se pravi, razmišlja in raziskuje sama. In ko bo enkrat recimo lahko prišla toliko daleč, ne? Da bo rekla, ali da bo videla, ali da bo rekla, veš, da jaz sem pa res njemu, veš, da me je prosil recimo, da pa mu dam jaz ta denar ali pa kakorkoli. Ne? Tukaj že v bistvu pridobimo pozornost te osebe v smislu, ok, ti mi res hočeš pomagati, res ti stane do mene, ne pa da imajo oni občutek, ok, ti me imaš za neumno, ne, pa ne prvoščeš mi sreče, pa občutka ljubljenosti. Ker jo zelo hitro pač ljudje na ta način povežemo. Ne? No, ampak, se pravi, ko preko tega pride oseba potem do nas in reče, ne, in najlažje preko tega, ne, če smo mi zvedavi, ne, bo rekla, res se mi je to zgodilo, kaj pa zdaj pomagi mi. Ne? Če pa bo, se pravi, samo napadena, kar bo ona čutila v bistvu kot napadenost, ne, se bo pa še bolj distancirala od vseh nas. Ker je sam dodaten v bistvu potrditev, res sem bila neumna, to, kar ste mi govorili. Tega pa nočemo. Oziroma zelo redki so tisti, ne, ker rečemo v bistvu tudi na terapijah, da sprejmeš v bistvu odgovornost za neka svoja dejanja in da rečeš, se veste, včasih tudi v odnosih na splošno, kako hudičevo težko je reči to prosti, ne, ali pa imel si prav, ali pa imela si prav. Ne. In tako ljudje enostavno delujemo tudi v takih situacijah. Ne. Zdaj druga, se pravi, varianta je, ne, ko pa že pride recimo tudi do terapije ali pač pomoč, ne, ko se pravi, se že oklenemo na nek način v bistvu zunanje pomoči, ne, poteka po eni strani v bistvu popolnoma identično. Tam je spraševanje, tam je v bistvu ta občutek, ne, da daš nekomu, lej, pomemben si mi, ne, varen si tukaj, ne, in želim s teboj raziskovati. Midva sva dva. Dejstvo eno, nažalost pa je, da nekdo, ki si ne želi pomoči, nekdo, ki ni pripravljen, živ Bog mu ne more pomagati. To je tako kot alkohol, to je tako kot droge, to je tako kot, se veste, a lahko kaj naredite namesto svojega moža ali pa svoje žene. Ne morete. Lahko se pogovarjamo, lahko skupaj iščemo poti, ne, lahko smo tukaj usklajeni, ampak če si oba to želiva. Nekdo, ki si nekaj ne želi, se samo lahko mi zabijamo v bistvu stalno v zaprta vrata in se sami polomimo. To je v bistvu tista največja v osnovi pomoč. Je pa res, da nas vedno to frustrira. Frustrira nas, ne, da nekdo ne uvidi ali pa da nekomu dejansko ne moramo pomagati, ki bi si v bistvu v osnovi res močno želeli. Ok, toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa jaz lepo povabim vse tri, da mogoče kar pridete malo bližje, vam bomo še stolčke dali sem.
Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, mikrofon je na voljo, dvignite roko, bo mikrofon prišel do vas. Tako da bi kdo že mogoče začel? Dobro, pa bom pa kar jaz. Jaz pa imam par vprašanj za vas. Ja, seveda. Zdaj, moram vam povedati, da sem se, s Tadejem se itak tikava, ker pač sediva v pisarni skupaj, ampak z ostalima gostoma sem pa tudi že toliko bila na vezi, da bomo pač tako zelo sproščeno se pogovarjali, tako da vam ne bo čudno. Pa bom rekla najprej, David, raziskovali ste spletne prevare. Kaj v bistvu je bilo tisto, kar vas je pri tem najbolj fasciniralo, da ste v bistvu, mislim, da si se sploh odločil za tako temo? Zdaj, to se je začelo pred kakšnimi 10 leti. No. Malo sem že nakazal, v bistvu zaradi tega, ker sem pač razmišljal, da je v velikih pogledih gre pač za izgubo, ne. Tisto izgubo, ki se je meni zdela problematična, je bila ne finančna, ampak neka emocionalna izguba. To, da so ljudje začeli o sebi verjeti, da niso vredni, da si ničesar ne zaslužijo, tako naprej, to me je malo razjezilo. Razjezilo me je pa pol še pohod teh racionalizacij. Ko se ukvarjaš s temi, ko bereš neke intervjuje, pa kako racionalizirajo prevaranti, kaj počnejo, ne? Pa rečejo pa stvari kot naprimer, poštenega človeka se nikoli ne da okrog prinesti. To je totalen bullshit. Bolj kaj je človek pošten, bolj verjame, da so vsi ostali pošteni. Ne? Tako da, mislim, pošteni ljudje je najlažje okrog prinesti. Ljudi, ki niso pošteni, je težje. Ne? In to je tak samo racionalizacija, samo zato, da se oni ne bi slabo počutili. Ne? Pa rečejo, sej glej, v bistvu sem okrog prinesel podjetje, ne? To je neka entiteta, to je nekaj neoprijemljivega. Ne? Sej noben ni zares nič bil oškodovan. Ne? Pri čemer seveda ne razmišljajo, da to recimo, če pač ti poskrbiš za to, da je izgubilo neko podjetje, neko intelektualno lastnino, ne, to pomeni udarec na sloves podjetja, pomeni slabše poslovanje, ne, pomeni to, da bo v enem trenutku morali odpuščati. Ne. Kaj pa Jožica v računovodstvu, ne, ki ima 3 otroke, ne, pa so moža glih kar odpustili, zdaj bojo pa še njo, zaradi tega, ker je podjetje izgubilo 1,5 milijona evrov, zaradi tega, ker morajo sanirati probleme. Ne. Ta človek je definitivno izgubil, ne, to ni bila siva entiteta, ki je noben ne pozna. Ne. Pa tako naprej, no. Tako da to so, na začetku me je to, ne, pa mislil sem si tako, ko človeka nasplošno, ko rečeš sleherniku, ne, rečeš kao, no zakaj ljudje nasedajo, ne, pa pač slehernik reče, zato, ko so bebci, ne, ko so neumni, pa zato, ko so pohlepni, ne. In pol, v bistvu me je tako, jaz sem se pa spraševal, a je to res? A je res tako, da smo ljudje nasplošno toliko neumni, ne? In pa sem šel v bistvu gledati, in ni nobene korelacije, skozi leta raziskav, ne, nobene povezave ni med inteligenčnim kvocientom pa tem, da nasedeš na prevare. Ne. Pač tako, čeprav očitno je nekaj, ne, pač zaradi nečesa reagiramo neumno, ko se srečamo s prevaro. Ne. To ne pomeni, da smo mi neumni, očitno ni nobene korelacije, ne, ampak očitno obstajajo neki mehanizmi, ne, ki povzročijo, da se zmotimo v odločanju točno v teh situacijah. No. In to je v bistvu tisto, kar me je začelo zanimati in potem sem začel raziskovati. Ne. Te različne psihološke mehanizme, ki povzročijo napako v presoji točno takrat, ki ne govori o tem, da so ljudje nevredni ali pa neumni ali pa kakorkoli, ampak govori o tem, kaj naredijo prevaranti za to, da se takrat zmotaš. To je tisto, kar je mene zanimalo, to je tisto, kar me je kuralo, no, skozi čas. In pa je tudi to, kar si tudi ti omenila, no, vse se lahko tako, ne. To, kar si ti prej omenila, ne, pa ti tudi, ne, pač ta dva problema, ne, sekundarna viktimizacija pa ponovljena, pa reviktimizacija. Ne. Sekundarna viktimizacija je to, da si v bistvu žrtev zaradi tega, ker si žrtev. In v bistvu smo to vsi omenjali, tako čist mimogrede, ne. To je pač zgodba tega, kjer pač tako nasedeš na neko prevaro, ne, pa poveš prijatelju, ne, pa prijatelj reče, mislim, saj si sam kriv, butan, ne. Idiot, ne? To je na nivoju tega, kjer je ženska posiljena, pa je nekdo reče, ja, si imela miniko oblečeno. To je isto, ne? In v bistvu je, in pač to, kar si ti omenil, da moški tega ne prijavljajo, ne? Po drugih raziskavah se izkaže, da recimo delali so preiskave o zlorabah v zaporih, ne? In moški praktično nikoli ne prijavljajo. Mislim, pač tako, 2% posilstev v moški populaciji prijavljenih, ne? Glih zaradi tega, ker je to taka sramota, ne? Se tukaj je isto, ne? Ja, pač tako, pa tudi seveda v zaporih je tukaj še dodatni problem zaradi tega, ker pač tako, a res hočeš priznati vsem,
da si somebody's bitch, ne. Mislim, v zaporu, kaj bo še ostal nekaj časa, ne. Tega verjetno ne bi rad nobenemu povedal, no. In tako da to, druga stvar je pa seveda ponovljena viktimizacija, ne. Ker tako pri spletnih prevarah, kakor v drugih kaznivih dejanjih, ne, vemo, da recimo približno, recimo pri vdorih, pri vlomih, ne, je približno v 14 dneh je nekih 87% ne, ponovljenih vlomov, ne. Zaradi tega, ker je pač tako takrat, to je tako kot fuzbala, ne. Ti pač tako gledaš nogometno tekmo, ne, 80 minut se nič ne dogaja, ne, pa en tim da gol in tako v naslednjih 5 minutah je pač še en gol, ne. Ali obratno, ne, ali pa oni še dajo drugega, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker pač do takrat se ni nič dogajalo, so se borili, ne, pa je pa nekdo dal gol. Zdaj pa ta drug tim je pač zdaj malo šokiran, to zdaj ni več njihov comfort zone, nekaj se je zgodilo, ne, zdaj cela štala, ne. Ali se zberejo, pa takoj nazaj napadajo, medtem ko oni proslavljajo, ne, ali pa so toliko zbegani, da pač ta prvi lahko dajo še enkrat, ne, gol, ne. In isto je pri spletnih prevarah, ne. Tako da zelo velikrat tudi na spletu se to zgodi, da pol zelo velikrat se ponovi, ne, prevara, ne, na nek drug način ali pa na isti način, ne, velike reviktimizacije. Tako da vse to so pojavi, ki so mene začeli zanimati, pa se mi je zdelo, to je vredno raziskovati, zakaj se to dogaja, kaj so te mehanizmi, mislim, te skemeri niso super ljudje, ne, to niso pač neki supermeni, to so pač samo ljudje, ki uporabljajo psihologijo, no. In pač tako, mene je zanimalo, kako jo uporabljajo in kaj delajo, no. Ja, jaz bom tukaj v bistvu mogoče sam dodala, ne, nekaj je čustvena zrelost, ne, nekaj v bistvu pa lahko intelektualna zrelost, ne. Imamo mi recimo ljudi na poslovnem področju ali pa kakorkoli briljantni pa vse to, ampak vsi pa vemo, ne, na čustvih smo pa lahko v bistvu zelo ranljivi, ne, in čustva so nekaj, kar je ekstremno močnega, ne, in ženske še posebej, recimo, če čisto pogledamo v bistvu, kako že ne vem, ženske povsod v bistvu iščemo ta neko čustveno plat, ne, neko globje razumevanje, kako se lahko tudi čustveno povežemo, ne, v bistvu v vsaki zgodbi praktično, ne, in je to tisto v bistvu, ki dejansko, ki nas močno poveže, ne, in ženska, ne, že od malega naprej, ne, mi smo zelo odnosna bitja in mi res rabimo v bistvu imeti občutek sprejetosti, ne. A veste, punce že zelo mlade, mislim, zelo mečkene v bistvu kaj delamo, ne. Mi rabimo v bistvu se družiti med seboj, čvekati med seboj, ženske gremo na WC skupaj, kaj gremo delati? Pogovarjati se hodimo, ne. Se pravi, to je tisti nek element, v bistvu občutek ljubljenosti praktično v bistvu s tem dobivamo, ne. In tukaj se pravi, so tista čustva, ki so v osnovi najbolj pomembna, ne. Moški zelo drugače pristopate tudi k reševanju. A veste, mi tudi v bistvu ne oživljate se, recimo temu rečemo, ne vem, kognitivna empatija ali pa čustvena empatija. Mi ženske se bomo takoj že preko v bistvu, ker imamo zelo močno komunikacijo, pa zrenje, ne, iz obraza znamo recimo zaznati v bistvu že neka čustvena stanja, ne, dočim moški velikokrat, ne, tukaj čisto možgansko gledamo, ne, niste tako močni, ampak vse recimo je tako, ne čustveno povezano, ampak logično, najdete rešitev, ne, v bistvu povezati po tem principu, ne, zato tudi recimo, moški priznati v bistvu poraz, ne, to je za moškega katastrofa, to je tako, kakor fantku reči, se obnašaš kot punčka, pa to je za njega nekaj najhujšega v osnovi, ne, in ta čustva so v bistvu tukaj najbolj močna. Je pa tako, kot sem prej rekla, ne, enostavno ljudje smo odnosna bitja, to je čist, da naša vrsta v osnovi gre naprej, ne, in ravno te prevaranti, ne, na ta čustva, ne, občutek sprejetosti, občutek pomembnosti, in tam je nekdo, ki ga zanimam. Pol pa, definitivno, pol je pa to cel spekter o tem, ne, ko pa govorimo zdaj pa o nekih, ne vem, vzorcih, ki jih vsak izmed nas nosi v sebi, ne, in zdaj, če čisto rečemo, ne vem, občutek, da je nekdo ni dovolj dober že iz lastne družine, ne, seveda, da bo to lahko v njemu zakoreninjen, dokler tega ne bo predelal. In bo ta nek čustven afekt, čustveno vzdušje ponovno vedno znova iskal. On bo verjel, da ni dovolj dober. Ne, in bo potem vse tudi naredil, zato, da bo ponovno doživel recimo ta občutek. Pa tudi tako je, ne, saj vemo že za samo hipnozo, ne, koga lahko v osnovi hipnotiziramo. Je tiste ljudi, ki niso v osnovi analitični, ne, tako, kar si prej govoril, ne, se pravi, nekdo, ki je zelo analitičen tip, ne, bo šel, tap, kaj to meni sledi, ne,
Ljudje, ki jih lahko hipnotiziramo zelo močno, ne, ki jih v bistvu hipnotizer, je tisti, ki se sam prepusti toku, ki ne razmišlja v osnovi tudi o posledicah. Ne. Seveda, ker pa želja iz osamljenosti še toliko večja, ne, pa v zadnje pa še ta občutek, nekdo me potrebuje, ne, nekomu sem pomemben, ne, ja, pa po drugi strani pa tudi nekomu sem jaz pomemben. Ne. To je v bistvu tukaj v zadnji zelo, zelo močno. Ne? Hvala. Tadej, mogoče ti 15 let pač pomagaš ljudem pri reševanju, rekla, spletnih prevar in raznih goljufij. Povej, a si se kdaj v vseh teh letih počutil nemočnega? A kdaj nisi mogel pomagati? A kdaj, ne vem, nisi vedel več, kaj bi naredil? Je bil kakšen tak primer, ki se ti je posebej, rekla, vtisnil v spomin? Ker konec koncev vemo, vsak dan te poslušamo v pisarni, veliko imaš stika z ljudmi, ki pač jih mučijo internetne težave. Ja, ne velikrat. Ne. Moraš vedeti, da jaz sem tehnik. Ne. Jaz zelo rad analiziram viruse, ne. Preučujem omrežne napade, ne. Tam phishing na banke, ne. To ni problem. To je ta mal problem, ne, v primerjavi z ljubezenskimi prevarami. Te primeri so zame najhujši. Zato, ker ja, dostikrat pride do tega, da naletim na en zid, ne, da se vidi, da se ne bo nikamer premaknil. Jaz tudi nimam teh znanj, ne, vem, mogoče obstaja kakšna psihoterapija za telepane, no, če slučajno veš, no, mislim, da ne, ampak ja, zelo včasih bi si rad nekoga, ne, kot si ti, ne, da je tam zdraven, ne. Problem je to, ne, ker te prevare, ne, te dejanja niso toliko, se mi ne zdi, da je fokus toliko na spletnih goljufijah, ne, ampak bolj je problem v psihologiji, ne. Ampak nimaš v Sloveniji ni neki psihoterapevtski emergency response team ali pa kaj takega, ne. Tako da smo mi pač tisti prva linija, ki nas pokličejo, ne. Pač probamo po nekih najboljših močeh, ne, to narediti, ne. Tako, kot si rekla, ne tist, ja, lej, kaj si zdaj naredila, ne obsojati, ne. Jaz bi zelo velikrat, ne, rekel, ne, dajte gospa si neko pomoč poiskati, neko psihično pomoč, ne, tega si ne upam narediti, ne. In to dostikrat, mislim, tudi čustveno je to za nas, ne, zelo tako naporno, ne, in pol dostikrat, ko končam ta klic, ne, moram iti malo ven, ne, malo na zrak, da se spucam, ne. Ampak jaz v končni fazi dobro grem domov, ne, ko je konč šihta, ne, da se o tem razmišljam, ne, ampak jaz tam nekje končam, ne, ampak pa razmišljam, ne, pa je pa kaj bodo pa sorodniki naredili, ne, tukaj, ne, oni imajo pa tukaj dosti problem ni rešen, ne, in tudi njim nimam, ne vem, kaj svetovati, ne, in tudi oni se nimajo pravzaprav kam tako na hitro obrniti, ne, eni pa razmišljajo, ja, ne vem, pa bi, ne vem, probali odzeti pravilno sposobnost, ne, to ni tako enostavno, ne gre, ne, ampak to so problemi, ne, ko otroci vidijo, da denar, ne, gre, ne, nekam, no, oni tega ne bodo nikoli dobili, ne, tudi sem bil en primer, ne, ko je mož padel v neko nigerijsko goljufijo, ne, in je začel prodajati stvari, ne vem, mislim, da je celo nekaj hišo zastavil, nekaj takega, ne, in žena ni imela kaj narediti, ne, in ja, v takih primerih, ne, so tisto, ko si rečeš, ne, jaz bi raj viruse analiziral. Hvala, imamo kakšno vprašanje iz publike? V bistvu tako mal komentar, mal vprašanje, no, to mi dolen z Arnesa. Zdaj tudi je dal v bistvu krasno istočnico, že celo tole okroglo mizo me tole žre, ne. Mal bi se na tole multidisciplinarnost usmeril, ne. Jaz sem bil, moram priznati, mal presenečen, pa prijetno je treba poudariti, ne, ko sem videl, David Modic, nek raziskovalec z fakultete za računalništvo, psiholog, ne, in potem začne govoriti stvari, ki so v bistvu družboslovni, bi rekli, ne, mi tehniki, in na Arnesu ne se že od začetka srečujemo s svetovanjem v zvezi z nekimi problemi z internetom in smo se morali preleviti počasi tudi malo v amaterske družboslovce, ne, zdaj, kakor vidimo na tedajnem primeru, enim gre kar dobro. Zelo hitro je bilo treba se mečkrat naučiti amaterske psihologije, pa nekih teh
ne, širših družbenih implikacij zdaj tega, kako pomagati, ampak seveda imamo svoje omejitve. Ne? In tisto, kar me zanima, poleg tega, kako ste pristal v tej kombinaciji krasnih, se meni zdi, ne, računalniškega strokovnjaka pa psihologa, ne, imam takoj naslednje, a se da te stvari nekako povezati, ne, ker to, kar prej tedaj rekel, ne, ker če hočemo mi res pomagati, ne, če hočemo mi res ljudem pomagati, bi bilo treba to nekako skupaj spraviti, ne, vse obstajajo, recimo, ko se rekel, telefonske linije za take, recimo, jaz delam večkrat bolj na področju, ki se ukvarja s problemi mladih, ne, pa otrok na internetu, in tam recimo je Tom telefon, ki ga zihar poznate, vskočil noter, ne, oni vse mogoče tudi ljubezenske probleme rešujejo mladih, ne, in tudi to vrstne, in tudi obstajajo podobne telefonske linije, ampak vsem to ni, ne, zdaj jaz bi rad recimo videl, če tedaj dobi enega tazga, ne, res težavnega, ne, možaka ali pa gospo, ne, da ne bi sam razmišljal, ne, da jo pošle nekom pomoč, ampak da bi obstajala dejansko neka pozaj, evo tlele, lahko vam pomaga nekdo, ne, ali preusmeriti na nekega psihoterapeuta, karkoli že, ne, nekega strokovnjaka, ki bi znal tako, ki ste razložili, pristopati k žrtvi, ne, ker pa se res počutiš nemočen, ker te čez pol leta pokliče, pa rečeš, še zmeraj pošiljam denar, ne, za Boga. To je fantastično. Ja, lahko, ja. To je vroča tema. Pač tako, najprej prvo, ta zgodba. Ja. Ne, ampak pač, ne, vroča tema res pač v tem smislu. Pač to se mi zdi, to je tako unikatno slovenska težava, ne. Mislim, tako, ko bi vi videli, ne, kakšne težave imam jaz s habilitacijo, ne. Mislim, tako da, je pa pač zgodba točno takšna, pač tako, jaz sem ekonomski psiholog po doktoratu, drugače sem pa socialni pedagog, pa drugače sem tudi šolan psihoterapeut, ne. Certificiran celo, ne. In pa je pač tako, da ironija vsega tega, ne, je pač tako, ukvarjal sem se s spletnimi prevarami, ne, zadosti dober sem bil za najstarejši računalniški laboratorij na svetu, za univerzo v Cambridgeu, 5 let sem delal tam kot raziskovalec, namestnik direktorja ChemCert sem bil, ne, ampak tukaj, ne, pa nisem zadosti usposobljen, da bi lahko učil računalništvo, ne. Ne, brez heca, to na nivoju tega, kjer senat fakultete za računalništvo v Ljubljani, ne, se pritoži univerzi v Ljubljani zaradi tega, ker so mi dali habilitacijo, zaradi tega, ker pač jaz nimam dovolj dobrega doktorata, da bi lahko ljudi učil kaj v računalnikih. Tako da to je vroča tema, no. Ampak je zelo unikatno slovenska. Ja, to je unikatno slovenska tema, zato ker moj argument nazaj, ne, je pač tako, takoj, ko mi ljudje začnejo, ker sem se jaz prijavil za službo tukaj, ne, so pa tako, no, se intervju je šel v redu, ne, ampak se verjetno si opazil, ne, da ljudi to malo mot, veš, da ti pa nimaš doktorata iz računalništva, ne. Pa sem jaz rekel, nisem tega opazil in zelo žal mi je, da mi niso tega povedali, zato ker moj kontraargument bi bil, da vodja Microsoftovih research labov je kognitivni psiholog. Moj argument bi bil, da je vodja Google Researcha kognitivni psiholog. Tako da očitno teh ljudi to ne moti, ne. Zakaj moti to univerzo v Ljubljani? Tako da, mislim, poleg tega, da sem jaz delal srednjo računalniško šolo, da sem bil direktor računalniške firme, da smo igrice razvijali, ne, da pač sodelujem z NATO-m, ne, da vodim hackatone, ne, da vse živo, no. Mislim, pač sam administriram svoje mašine itd. In to mi je tako malo, kao, ja, no, tako, no. Ja, to je enostavno preveč. Ne? Ja, to je ena definitivna tema v Sloveniji, ki je res škoda, ker se res strokovnjake dajo v stran, strokovnjake v smislu res za prakso. Jaz sem v Ameriki študirala čisto za intermeco, pa so mi rekli, povabili so me na fakulteto, da bi prišla predavati, pa so pa, ko sem vse opravila, pa se je en tam spomnil, da pa bi mogla narediti izpit iz angleškega jezika. Ne? Pa sem v Ameriki študirala, živela in prej v Belgiji in tako naprej. Ampak, ok, pustimo to. Želela sem pa to povedati, točno to, ne. V Sloveniji resnično manjka ta trio v bistvu znotraj ali pa pod eno organizacijo. Zakaj? Ker ljudje spet zelo hitro v bistvu doživijo, ne, tako kot si rekel, zelo dobro, kaj ne ti jaz rečem, zdaj pa pej do psihoterapeuta. Ampak ja, če mu ti rečeš to v Ameriki, ne, bo to ok, shrink, that's great, ne? Kaj pa to v Sloveniji? A sem jaz nor? A sem jaz bolan? A je z mano kaj narobe? Ne? Kaj pa to v bistvu bi se sam prevezali, evo zdaj vas pa jaz vežem na drugega strokovnjaka, ne? Ker ne bi jaz zdaj rekel, ok, jaz sem pa zdaj psihoterapeutka, ne, ampak samo v bistvu, da se začneš ti s človekom pogovarjati in ga preko te zgodbe v bistvu pripelješ do tega, da ga vprašaš, a hočete pomoč? In ko bo on rekel,
Ja. A pa, koliko ste pa pripravljeni za to, da boste naredili? Ali pa naredili, da vam pomagam? Ja, res rabim pomoč. Takrat je šele sploh možnost, da si bo nekdo dovolil pomagati. Ne? Ko nas pokličejo, ne, v vaše centre in rečete, joj, gospa, veste, vi ste pa bili napadeni, ne, vi morate pa zdaj prekiniti vso komunikacijo. No, sam dajva se razumeti. Ne bo šlo. Ampak čakaj, ne, Ja. dajva se razumeti, tudi Ja. tujina, ne, recimo Anglija, ne, kjer mene BBC kliče, ne, pa reče, kao, vse vi nekaj veste tako o prevarah, ne, mi snemamo eno oddajo, pa sem rekel, ja, ne, vi ste tudi psihoterapeut, sem rekel, ja, ne, a bi mi lahko posneli eno seanso, ne, pa sem rekel, ja, ne, ja, zakaj pa ne, pa sem rekel, zato, ker to neetično, ne, pač nisem pripravljen tega delati na nacionalni televiziji, ne, ja, mi bi vam eno žrtvo zares zrihtali, veste, oni bi privolili, ne, pa sem rekel, vse če oni privolijo, pač tako, ne bom pač tako surfal na trpljenju nekoga, zato, da boste imeli vi visoke rejtinge, ne, Ja, a pa bi vi lahko napisali nam tako potek, pa bo en od naših igralcev izpeljal terapijo, ne, tako da bomo lahko posebej. Ne, mislim, vse fantastično bi bilo, jaz bi šla tukaj dalje, ne, z nekom, ki je dejansko to preživel, ne, ki ima to izkušnjo za sabo in da ena taka oseba v bistvu govori, pa da jo dobimo v neko tako oddajo, je lahko to zelo fino, ampak spet pridemo do tja, ne, meni se pa to ne bo zgodilo. Ne, jaz pa že vem, ne, pa smo v bistvu potem spet tam. Ne. Imamo še eno vprašanje iz publike, izvolite. Hvala, dober večer vsem. Moje vprašanje je pa, razpolagate s kakšnimi podatki, a so na strani prevarantov dejansko ljudje, ali so to mogoče tudi kakšni algoritmi, umetna inteligenca oziroma računalniki? To, kar jaz vem, no, mislim, edina informacija, ki jih jaz imam v računalniškem laboratoriju Univerze v Cambridgeu, so se veliko ukvarjali s tem, iskali so profile, ne, prevarantov, pa gledali so, kakšna je zdaj presejanost ali pa incidenca, koliko je zdaj teh ljudi, ne. Pač jaz tega nisem konkretno raziskoval, kolega v sosednji pisarni je, ne, pač vse, kar je on ugotovil, on trdi, da je na svetu manj kot 10 ljudi, ki dejansko služi s prevarami. Vsi ostali so pa pol hangers on. Tako da pač tako, 10 ljudi je, ki potiskajo vedo prevar naprej, ne, ki si izmislijo nove stvari, ne, pa dejansko zaslužijo, pa vsi ostali posurfajo na tem valu, ne. To so ponovadi ljudje, no, mislim, tako, kar je pač ta Richard, kakor je on preiskoval, ne, so pač to gre za ljudi, ne, za par ljudi, ki so v bistvu relativno zelo uspešni, ki se spomnejo novih stvari, ki pridejo, ki imajo neke nove ideje, ne, oni poberejo nek denar, vsi začnejo ponavljati, oni grejo pa naprej na naslednjo prevaro. Pač toliko vemo, no, in verjetno jih je tam okrog ducat, no, na svetu, ki dejansko služijo. Vsi ostali pa živijo pri svojih mamah, ki nimajo denarja, da bi si plačali najemnino, no. Jaz mislim, da sem gledala eno oddajo, da za sextortion v bistvu, da že obstajajo neki taki profili, pa tudi te kriminalisti v bistvu v tujini, nisem si zdaj točno zapomnila, ne, da že imajo pa prav za iskanje v bistvu teh pedofilov. Ne, imajo te programe narejene, ne, v bistvu, da iščejo te pedofile, da se prijavljajo v zadnji, pa je dejansko so ti algoritmi po vse to. Prav oddaja obstaja o tem. Tukaj je drug problem, ne. To pa ga ne poznam. Ne, kar se tiče, konkretno kar se tiče pedofilije, ne, problem je zakonodaja v različnih državah, jaz za slovensko ne poznam dovolj. V Angliji je pa bistvena težava zaradi tega, ker je pač tako, da če imaš ti kakršenkoli slikovni material, ki je vprašljiv, ne, na svojem računalniku, tudi če je v cache, ne, pomeni, da si soodgovoren oziroma je pač to kaznivo dejanje, ne. In pomeni tudi to, da imajo problem ISP-ji, ne, ponudniki spletnih storitev, ne. In se ne dotikajo, mislim, niti z ribiško palco, ne, teh stvari. In rezultat, zaradi tega, ker je pač tako, te podatki, te slike, ta material je šel skozi po njihovem backbonu, ne, in oni so udeleženi v to, ne. In rezultat tega v Angliji je, ne, da če imaš ti ukradene programe ali pa filme, ne, na neki spletni strani pri nekom providerju, je čas, da ti ga skenslajo približno 3 dni, ne. Če imaš pornografske slike, kjer so vključeni majhni otroci, je čas, da ti jih snamajo približno 3 mesece. Zaradi tega, ker jih nihče ne prijavlja, pač ISP-ji so tako, jaz se tega ne dotikam, pač tako, delamo se, da ne vemo. Tako da tukaj so pač te čist legalni problemi, ne, sploh ne toliko odkrivanja, ampak pač
Že sam to, da se ljudje zelo bojijo se s tem sploh ukvarjati. No. Tukaj ima vedno tako eno vprašanje, čisto splošno, ali pa tako rečem, pišu, da toliko daleč smo v bistvu vse te tehnologije, pa to, ampak da pa ne moramo narediti te varnosti v smislu, da res, ne vem, s prstnim odtisom ali z ne vem čem, ampak to je pač tista moja, ne, tisto razmišljanje, zakaj ne moreš, ker vidimo pri teh, ne vem, in napadi na naše mlade, ne, se pravi, kako lahko si profil naredijo in pišejo en čez drugega, pa ne vem, kaj se, koliko je to že nekega uničevanja naših mladih duš in se pravi, sej starejši niso čisto nič manjši otroci, da se razumemo, ne, o tem, ampak da se v bistvu to dovoljuje res neko tako, da res ne more biti, jaz bi si to res želela, ampak to so tako najbrž verjetno pobožne želje. Internet je zelo odprta stvar, ne, in ti eno pipco zapreš, ne, in gre po drugi pipci. Ne. To je pač taka zgradba. Ne. To, če mogoče se vrnem na artificial intelligence, ne, jaz ne vem, da bi taki primeri že obstajali, se pa ne bi čudil, no, če uporabljajo tudi te tehnike. Še kakšno vprašanje? Aha. Okay. Na neki točki so se vse zgodbe tukaj ustavile. Vi potem avtomatično prijavite vse naprej policiji? To zdaj vas sprašujem. Kljub temu, da predvidevam, da se, glede na to, da ste rekli, da denar je zelo težko dobiti nazaj sploh pri teh dveh državah, ki ste bili izpostavljeni? Ne, mi ne prijavljamo na policije, ne, tukaj pač postopek je tak, da mora žrtev sama prijaviti na policiji. Ne. Pač policijo seznanimo, ne, da se te zadeve dogajajo, ampak žrtve mora pa same iti do policije in prijaviti. Ne. Se tukaj je to tak dost problem, ne, ker dostkrat gre za neke majhne policijske postaje, ne, ti ne moreš iti nekam, ne vem, iz enega zasela nekam v Ljubljano, neki računalniško oddelek, ne, ki se ukvarja s temi podatki. Ne. Ti moraš pač prijavo zmeri na svoji lokalni policijski postaji oddati. Ne. In zelo velikrat no, tam so kriminalisti, ki se mogoče tudi ne spoznajo toliko na te zadeve. Ne. Dostkrat nam povejo, dobimo povratne informacije, ne, da niti niso hoteli prijave sprejeti. Tukaj težko komentiram, ne, ampak ja, taka je realnost. Jaz se bom samo na tem mestu, nismo sicer še čisto končali, ampak gospa Veronika mora iti na Pop TV, tako da, ker bojo tudi na 24 ur zvečer pač poročali o tem našem dogodku, tako da jih bomo opravičali zdaj, ki mora preiti, tako da jaz prosim še za en aplavz. Najlepša hvala. Teda hvala lepa, se bova še na vezi. Za vaju imam pa še en izziv, namreč sama sem pač v službi koordinatorke programov ozaveščanja varni na internetu. Ne. Prej mi je bilo zelo zanimivo, ste rekli, ozaveščanje ne deluje. Ne. Jaz pa tam gledam naš Facebook, pa vidim skoraj 36,000 sledilcev, ne, komentirajo, delijo naše članke, mediji pišejo o nas. Ne. Čem je zdaj catch? Kje smo? Prvo se mi zdi, da povezuješ v bistvu to, da nekdo nekaj ve s tem, da je to učinkovito. Ne? To se mi zdi dosti problematično. No? Mi smo pač v Cambridgeu smo se o tem dosta ukvarjali na Inštitutu za kriminologijo, no? Kjer sem jaz pol nekako zelo forsiral to. Oni so se tudi ukvarjali s tem, da bi pač delali neke kampanje, v bistvu kakor neke zavedanja, osveščenosti pa tako naprej. Ne? Ker sem jaz pol forsiral, da bi se te kampanje v bistvu preusmerile v obstoječe žrtve. Ne? Zaradi tega, ker pač tukaj se ti ni treba boriti že predhodno, a veš s tem, da pač enih ljudi to ne zanima. Ne? Dal ti bom še en primer, ki se mi je zdel tak ful čudovitno v tem pogledu. Pač v Cambridgeu obstaja nek profesor, David Spiegelhalter, ki se ukvarja z javno percepcijo tveganja. In njega je najel NHS, torej pač ta zdravstvena služba, angleška, da bi naredil kampanjo za testiranje za raka na dojkah. Ne? In pač tako, on o tem prej ni nič vedel. Ne? In pa se odločil, da on bi pač nekaj zdaj speljal v zvezi s tem, ne? In je začel malo čitati. Ne?
In je ugotovil, da pač to v resnici ni črno-belo, ne? Da je pač stroka deljena. Ne? Pač logično bi se ti zdelo kao tako, glej, to, da se testiraš, da si dojke pregleda, da to je pametno, ne? Mislim, kdo bo proti temu, ne? In potem je ugotovil, da niso vsi zdravniki za, ne? Predvsem zaradi tega, ker obstajajo neki veliko je false pozitivov, torej pač lažnih pozitivov, 1% žensk, ne, ki je testirana pozitivno, ne, v bistvu ne umre od raka na dojkah v enem letu, mogoče umrejo zaradi drugih stvari, ali pa sploh ne umre. Nekatere se pač podvržajo temu, da si operirajo dojke, pa jim ne bi bilo treba in tako naprej. No? In potem se je on odločil, to moramo nekako ljudem predstaviti. To moramo narediti tako kampanjo, ne, kjer bo to jasno za ljudi, kjer se bojo lahko, pač dotične gospe, se bojo lahko same odločile. Ne. Vse, kar moramo mi narediti, da jim moramo ponuditi zadosti informacij. Ne. In potem sem naredil neko tako ličen vprašalnik, on nam je potem to kazal na nekem predavanju, ne, in je rekel pač takole, pa smo dosti zadovoljni, v bistvu dosti lepo je narejen, tako da se lahko sam odločiš. Ne. In potem so to poslali na NHS, ne, na to zdravstveno organizacijo. In NHS je rekel, ne, veš kaj, to je pa čist brez veze, ne. To pa prosim, to sam scanceli, a veš zakaj, zato, ker ljudje ne marajo številk v teh kampanjah, ne. To pač tako, to nobenega ne zanima, ne. In Spiegelhalter je imel pa dodaten problem, ne. On je vedel, ne, da recimo teh konkretno breast awareness screening, bla, 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 kampanj, to zanima približno 6% vseh žensk. Ne glede na to, kaj napišeš, pač 94% ljudi ne sledi takim kampanjam, pa ni važno, kaj narediš, ne. Unih 6%, ne, ki pa sledi, ne, une pa zanimajo številke. tako da v bistvu tisto, kar je hotela zdravstvena organizacija, ne, je, da on zdizajnira letake za ljudi, ki jih nikoli ne bojo brali. In uni ljudje, ki pa bi jih brali, ne, pa bi jih zanimali, za njih pa ne bi bili zdizajnirani. To mislim, da je tukaj isti problem. No. Pač tako, treba je razmisliti, kdo je tista publika, na katero se nanašaš. Ne? A več ni dovolj to, da ljudje... Nočem ful noro kritizirati, no? Smo se pa večkrat hecali tudi v Cambridgeu. Jaz sem rekel, glej, a ti hočeš, da ljudje gledajo tvojo kampanjo? Ja, glej, par babe v bikiniju, da je gor, ne? Pa neki slik mačk, no? Pa, a veš tako, boš imel ful hitov na YouTubeu. Mislim, tako, vprašanje, koliko boš efektiven, ampak ful ljudi bo to gledal. Tako da, veš, to ni isto, no? Tako da se mi zdi, to je treba mogoče ločiti, ne, to metriko. Mogoče bi morali se usesti pa zdizajnirati eksperiment, ne, da bi videli, koliko je zares uspešno to, ne samo koliko je gledano. A veš, to se tudi verjetno da zmeriti, moramo biti dinamno, ne. Tako, no. Ja, jaz se tudi strinjam, ne, bolj ali manj, ne, zdaj čist se ne smem, ne. Ampak se sama veš, ne, veš, kdaj grejo ljudje gledati naše prispevke o islamskih kriptovirusih, ne, takrat, ko okužijo računalnik, ne. Ampak po drugi strani se pa moraš vprašati, ne, kaj je pa druga možnost, ne, kot kampanja ozaveščanja, ne, kaj to, da nič ne narediš, ne, kaj zdaj boljš, ne, se vidi vse nekaj dober, ne. Ne, nanašaš se na ljudi, ki so že žrtve, ker bojo spet žrtve, ne, kot sem prej rekel. A veš, to imaš ponovitveno viktimizacijo, tako da je pač to skozi čas so vedno ljudje žrtve, ne. Mislim, pač prej ali slej pač na nekaj nasedaš, ne. Veš, časem, tako da bomo prej ali slej naslavljaš celotno populacijo, samo da rečeš, ne, glej, dajmo se usesti pa se malo pogovarjati o tem, kaj vse se ti lahko zgodi pa to, ampak tako, ali si že izgubil kakšen cash? Poklič na to telefonsko, oglasi pri nas. Veš, tako da takih ljudi boš imel dosti več, pa dosti večji vpliv, ne? Ja, se tu smo tudi recimo mi opazovali, ne, v teh letih, kakor že vodimo to kampanjo, ne, da ni največji problem priprava vsebin, ne. To je ta mal problem, ne, vsebin imaš polhan, ki želiš, ne, ampak kako ti te vsebine do ljudi prinesti, ne. Veš, ne, na koncu, veš, mi smo imeli ne vem kakšne izobraževalne videe, pa smo tam predavali, ne, ampak tistega noben ni gledal. Vse vidiš, s čem smo zdaj, ne, tako da se tale Jože, kaj že, ne, ja, da se heca, ne, videl, ne, in ti upaš, ne, da bodo, ja, ljudje to gledali, ne zaradi tega, ker je filmček izobraževalen, ne, ampak zato, ker je hecen, ne, pa zato, ker je kratek, ne, pa mogoče, ne, da bodo enkrat, ko bodo v tej situaciji, pa bodo rekli, jaz sem to mogoče kdaj enkrat videl, ne, bodo mogoče tam kakšen klik manj naredil, ne. To recimo hočemo mi narediti, ne. Lahko nekaj, ja, sorry, eno idejo sem, mislim, pač,
Ne, pač tako, dam primer, ne. Mislim, splača se včasih malo manipulirati, ne. Zgodba je takšna, pač pred kakšnimi 2 leti v Cambridgeu zberemo približno tretjino vseh uporabniških hashov, passwordov, torej pač tako zakodiranih passwordov, ne, in jih pošljamo na klaster univerze, high performance cluster, ne, ki ga rezerviramo za 12 ur, ne, rečemo tako, da bomo poskušali brute forcat, ne, teh 16,000 passwordov, ne, hashov, ne, pač tako klaster porabi 12 minut, ne, da gre čez vse tist, ne, in najde približno 10% passwordov, ne, gesel, ne. Pač najbolj pogosto geslo je Cambridge 1 z velikim C pa številko 1 na koncu, ne, bilo, recimo, ne. In zdaj moj kolega, direktor CampCerta, ne, je zadolžen, da pokliče, ne, teh 2000 ljudi, ne, akademikov, ne, priznanih profesorjev, ne, in jim pove, da imajo zanač password. In vsakeč, ko sem midva dobival vzuni na čiku, ne, pač tako med odmori, ne, je on bolj depresiven, ne. In depresiven je zaradi tega, ker mu ljudje odpirajo glavo. On pač pokliče nekam, ne, in reče, veste, morali bi password zamenjati, ne. In človek na drugi strani reče, a vi sploh veste, kdo sem jaz? Jaz sem profesor kemije, jaz imam Nobelovo nagrado, ne, vi pa meni takole, ne, a vi hočete meni povedati, da imam jaz zanač password? In Kiran reče, ja, ne. In človek reče, kdo je vaš nadrejen, ne, jaz se hočem pogovarjati z vašim nadrejenom. In Kiran reče, jaz sem direktor. Ni bolj nadrejenega, ne. In tako naprej. In to je 2 ure, in to je 2 ure drkanja, ne. In on je vedno bolj depresiven, ne. Vsakič 2000 ljudi, ne, mora tako klicati. In jaz mu rečem, glej, posluš, ti moraš sam psihologijo uporabljati. Glej, to, kar moram midva narediti, in to so pol dejansko šla speljevati, ne. Midva sva predavala v Cambridgeu ljudem, kako se zavarovati, pač neka praktična predavanja po oddelkih, ne. In zdaj midva so vedela, na katerih oddelkih so ljudje, ki imajo šibke passworde, pa kera gesla so pač to, ne. In zdaj sva šla na vsakega od teh oddelkov, ne, in sva rekla takole, glejte, med drugim, v predavanju sva rekla, mi tudi recimo smo naredili audit, ne, gesel in smo pač naš računalniški center univerze je pač to poskušal razsuti, ne. Glejte, zdaj vam bomo dali par primerov, ne, res obupnih gesel, ne. Sam toliko, da veste, noben od vas ni toliko neumen, da bi uporabil taka gesla, ne. Vi ste vsi ful preveč pametni, vi ste genialci, valjda vrhunski akademiki, ampak vam damo primere, to so iz drugih oddelkov so bili taki in seveda smo jim pol pokazali vsa njihova gesla, ne, in smo jim rekli pač tako, glej, če vas zanima, ne, zakaj je to slabo, ne, in pa so pač tako razlagali za vsako geslo posebej, kako je slabo narejeno in zakaj, ne, in pa so še enkrat rekli, vi niste nič, seveda to niste vi, to kje pa, ne, ampak, če vas je zdaj zaskrbel, ne, da je mogoče vaše geslo tudi bolj slabo, ne, je pa tlele povezava, ne, spletna povezava, kjer lahko spremenite svoja gesla, ne. Če hočete, ne, ampak seveda, samo tako, če vas je kaj zaskrbel. In sva logirala, ne, koliko ljudi je v tistem trenutku kliknili na link, ne. In seveda so bila bolj uspešna, ne, vsekakor bolj uspešna, kakor spremembo enega gesla na 2 ure, no. Tako da, mogoče treba tudi te kampanje tako zastavljati, da pač malo zmanipuliraš ljudi, da jim ne rečeš direktno, da pač nekaj narobe delajo, ne. Hočeš povedati, ne, da naslednjič, ko bo sicer zaposloval, ne, kakšnega psihoterapeuta, ne, vzeme, ne. Ja, pač, glej, moja pogodba mine čez pol leta, ne, tako da. Tako je mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Jaz bi samo prosila, govorili ste v glavnem pač o teh prevarah, v ljubezenskih prevarah, v katere se vpletajo ženske in omenili ste tudi to, na katero nasedajo moški v glavnem, da se pač razgaljajo pred kamerami. Kako se te prevare zaključijo, recimo pri tistih primerih, ki so vam znani? Kaj, se zaključijo lahko brez nekega posredovanja organov za pregona? Ja, ti sextortion primeri, ne, so v bistvu zelo enostavni, ne. Obstaja tak zelo enostaven način, kako se jih rešiš, ne. Enostavno prekineš vso komunikacijo z njimi, ne. In mi smo videli, ne, da to je edini način, ki pali, ne. Ko ti začneš se z njimi nekaj pogajati, pa nekaj gruntati, koliko bi plačal, pa koliko ne boš plačal, so oni vidijo, da si ti pripravljen vse nekaj plačati, ne, in začnejo pon stopnjevati, ne. Če se
V nobenem primeru se pa do zdaj še ni zgodilo, da če je kdo prekinil komunikacijo, da bi še kdaj tiste posnetke, ki je objavljal. Ker oni, treba se zavedati, oni v tistem trenutku nimajo opaci sem tebe, ampak še polhane enih drugih. In če vidijo, da s tabo bo preveč dela, se enostavno posvetijo enim drugim. Tako da ja, tukaj je en tak zelo enostaven način, kako se tega znebiti. Tako je mogoče še kakšno vprašanje? Zdaj o teh ljubezenskih prevarah smo pravzaprav, mislim, da slišali vse, ampak vedno govorimo o tem, torej žrtev in pa napadalec. Ali se lahko dogodi, glede na to, da smo bili osveščeni tudi s Stuxnetom in podobnim, da to neka državna inštitucija, torej vojska, to izkoristi v svoje vojaške potrebe? Ja, mislim, jaz pač več delam z NATO-om, no. Tako da, ja, definitivno, lahko, mislim, ja, pač, mislim, tukaj tudi vojska v resnici vedno bolj, pač, da vam bom še mislim, tukaj je tudi tako, no, jaz sem bil pred enim tednom, sem bil na Ministrstvu za obrambo, kjer smo imeli nek sestanek o nekem projektu, sedeli smo v konferenčni sobi, tam je bil nek namizni računalnik, laptop je bil, no, povezan v mrežo Ministrstva za obrambo, zraven laptopa je ležala mehna post-it note, kjer je bil napisan username pa password za dostop do tega laptopa. Jaz sem v vmesnem času, kaj je nekdo predstavljal, sem rekel, jaz pa moram nujno narediti fotografijo tega slajda, pa sem še po fotku tist. Tako da vojska je tudi zmotljiva, sem hotel povedati, pa pač tako, drugače pa definitivno se uporablja to, mi učimo to, v različnih tečajih, kako izrabljati človeške vere. Tudi v vojne namene, če hočete, po drugi strani ima pa vojska ful masla na glavi, da se razumemo. Tudi v tem smislu, kjer smo recimo v polet smo učili ljudi, kako napadati NATO ladjevje, pa razkrivati neke aktivne ladje, ki so bile aktivno takrat manevrirale. In ena od stvari, ki smo pač dali smo nalogo ljudem, da naj odkrijajo pozicije nekih aktivnih ladij na misijah, pri čemer so odkrili takoj v bistvu vse ladje, ki smo jim dali. Problem pri prvi je bil to, da je kapitan je tweetal fotografije in imena svoje posadke, medtem ko je bil na tajni misiji, kao best navigator in NATO for the win, pa fotka zraven, pa geotagane fotke, tako da so lahko si imel GPS pozicijo ladje, tako da si lahko sledil, kako je potovala. V drugem primeru je pa eden od mornarjev na minolovcu, na destroyerju, kjer so bili na tem mine disposal duty, kjer se poskušajo znebiti min iz druge svetovne vojne, ki je tudi tajna misija, je Instagramov samega sebe ob serijski številki od ladje, tako z njegovim name tagom, tako očitnim, in GPS in tako mine disposal for the win. Tako da vojska, sicer si zelo želi uporabljati razne tehnike, imajo pa še malo dela, zato da bo se tudi vojska samo sebe relativno dobro zaščitila. Pa ne govorimo o slovenski vojski, kjer je pač stanje kakršno je, ampak tudi v svetu. Tako, mislim, determined attacker tudi vojsko hitro. Tako, mogoče še kakšno vprašanje? Potem bomo pa mi tole okroglo mizo počasi zaključili, ker nas ura tudi že malo preganja in predlagam, da se še neformalno kakšno rečemo. Jaz bi se zahvalila najprej vsem gostom, da ste si vzeli čas za to našo okroglo mizo. Mislim, da sta in tudi Veronika, da ste povedali veliko zanimivega. Dobro, Tadej, ti pač itak izbere ni smel, tudi hvala vsem vam, da smo lahko kaj povedali, da smo lahko bili slišani, da smo lahko bili glasni, in hvala tudi ekipi Poligona, da nas je sprejela tako gostoljubno. Naj še povem, da tale Poligon je v bistvu prvi kreativni center v Sloveniji in da v tem tednu praznuje svojo 5. obletnico, tako da čestitke, vse najboljše in hvala, ker smo bili lahko danes tukaj. Lep večer vsem.